da še vedno, kljub temu, da smo v 21. stoletju, pa da smo leta 2024, pa da imamo občutek, da smo moški pa ženske enakopravni, ni še čisto tako. Oziroma še vedno je tle zadaj, ostaja, pa ne znam ti zdaj prave besede reči, a je to občutek, a je zavedanje, da se mora ženska včasih dvakrat bolj potruditi, ali pa dvakrat več skoraj znati za enako delovno mesto, kot recimo moški. In se spomnim ene klientke, ki dela v bolj tehnološki industriji, ko sem z njo delala in sem jo pripravljala na eno konferenco, kjer je bila v ekipi govorcev 5 moških, ona je bila pa ženska. In ko sem jih skupaj pripravljala, sem prav videla, ona je šla v ritem, melodijo, skoraj da ne barvo glasu moških, ki so nastopali pred njo. In koliko težko je bilo reči, dej po svoje, dej bodi pristna, izhajaj iz sebe. Ker enostavno si ni dovolila biti ženska, nastopati po žensko in biti v svoji funkciji, ker je imela občutek, da to ne bo dovolj. In zdaj tukaj, kaj se zgodi pri ženskah, ko imajo zraven sebe močno moško figuro, je, da želijo stopiti v moško energijo. In takrat ne moreš se ti kot ženska v moški energiji kosati z moškim, ki pa je njegova primarna. In tukaj lahko jaz povežem javno nastopanje ali pa komunikacijo z AIQ metodo ravno s tem, ker kot nas učiš, da struktura določa funkcijo. Zdaj, tista ženska, ki je bolj v moškem vedenju, seveda toliko manj čuti sebe in svoje telo, in zato, ker se manj čuti, pomeni, da tudi besede, ki so izrečene, jih manj čuti, dobijo občutek, ona sama ima občutek, kot da tiste izrečene besede, ki jih da navzven, kot da jim ne verjame. In bolj kot se pa čuti, bolj pa tudi začne verjeti v besede, ki jih podaja, in je lahko iz tega vidika veliko bolj pristna. Prav po drugi strani pa lahko ženska tudi žensko energijo postavi visoka, jasna pričakovanja, postavlja meje, postavlja neke cilje, ima potrebne težke pogovore z ljudmi, daje povratne informacije. To še vedno lahko delaš z ženskim principom, hkrati pa na nek način uporabljaš tudi moški princip. Če ni stabilnosti v telesu, ni stabilnosti v umu, ker mi z Nino pa tudi že ves čas govorijo. Obstaja ena taka zelo pomembna trojica, ki je ves čas povezana med sabo. Vse, kar se dogaja v mojem telesu, se odraža v mojih mislih in se odraža v svojih čustvih. Pozdravljeni, dragi gledalci, nov podcast, to pot o javnem nastopanju, še posebej z vidika žensk, oziroma kaj vse ženske doživljajo, preživljajo in ustvarjajo pri javnem nastopanju. Kot veste, AIQ se zelo resno ukvarja z tako imenovanim informacijskim vakuumom, se pravi stanjem, ko informacije ne ustrezajo dejanskem stanju, ali jih je preveč, ali jih je premalo, ali so izkrivljene, popačene, zavestno, nezavedno, pač odvisno. Predvsem zato, ker informacijski vakuum sam po sebi ustvarja entropijo v medsebojnih odnosih in entropijo v medsebojnih odnosih pa ni nikoli nič, skoraj nikoli ni nič dobrega. Zato sem povabil v studio 2 strokovnjakinji z področja javnega nastopanja, komunikacije in ostalih področji, ki so povezana s tem. Na moji levi Anja Križnik-Tomažin. Verjamem, da je ne rabim posebej predstavljati, sploh generaciji, ki običajno gleda naše podcaste, se pravi, to so ljudje tam od 35 do 65 leta. Je iz Lavrice pri Ljubljani, podjetnica, mati, žena, strokovnjakinja na različnih področjih, o katerem bo tudi več sama povedala. Na moji desni pa Nina Smole, isto se ukvarja z učenjem javnega nastopanja, poslovne komunikacije in ostalih stvari, kot so hipnoza, SDI, je tudi v AIQ učiteljica prve stopne metode. Bila je že večkrat gost in tudi voditeljica v AIQ podcasti, tako da verjamem, da že poznate z tega vidika. In obe dve zelo dobro znata in poznata pasti in posledice tako uspešnega kot neuspešnega nastopanja ali pa komunikacije. Poznata veliko
stvari vezanih za informacijski vakuum. In sem jih povabil danes zaradi tega, da še posebej obdelamo, s čim se vse srečujejo ženske pri javnem nastopanju in pri komunikaciji, da bi na ta način vam, gledalcem, pomagali razumeti, kaj je vse potrebno ali pa pomembno, če želite komunikacijo, tako verbalno kot neverbalno, vedno bolj uporabljati in vedno manj izrabljati ali zlorabljati. Ali pa seveda, da ne pustite, da jo kdo drug izrablja ali zlorablja in svojo komunikacijo vpliva na vaše življenje. Tako da obe lepo pozdravljam v studiu. Živijo in hvala, Aleš. Prosim. In bi začel kar z Anjo. Z mano. Ja, da si starejša od Nine, pa si tudi je red, da se gre po letih, letale prinesejo neko zaslugo in spoštovanje. Tako da, če najprej poveš kaj več. Nekaj si že omenil leta, bom pa kar z leti začela. In sicer, kako sem sploh danes tukaj, se je začel že zelo v rani mladosti. Ko sem bila v 2. razredu osnovne šole, tam je 8 let stara, sem se pridružila dramskemu krožku. In mi je bilo to že takoj všeč, to nastopanje, dramski krožek. Pa sem zagrabila vsako priložnost, da sem lahko nastopala, recitacije, v pevski zbor sem šla. In v glavnem oder me je že od nekdaj zelo vlekel, ampak takrat si nisem mislila, da bo to začetno učenje pri 8 letih pripeljalo me do tega, kjer sem danes. Ne. Tako da jaz rečem, da nastopam že dobrih 40 let. In v tem času sem dobila ogromno enih izkušenj, ker na začetku nisem vedela, kam bo to pripeljalo, ampak ta pot me je lepo peljala do tega, kar sem danes. Kar mi je bilo zanimivo, že v osnovni šoli sem imela eno super učiteljico dramskega krožka, Majdo Zupančič, in ona nas je že takrat učila, kako priti v stik s samim sabo na odru. Kako imaginirati, kako si nekaj predstavljati, kako interpretirati, kako vdahniti življenje nekemu tekstu, neki vsebini, in nas je že takrat učila priti v stik s čuti in čutili, da si predstavljaš, ne vem, ko te polije mrz v tuš, kako si predstavljaš, da pripelješ žalost v telo, razna čustva. In to počasi, veš, se je tako začel nabirati v nekih znanjih do tega, da sem pol v srednji šoli se spraševala, kam jaz v življenju počela. In me nič nekaj veliko zanimalo, in sem rekla, no, ok, gimnazijo študirati, to je ena taka splošna smer, sem že počasi najdla. In tudi v srednji šoli sem bila v dramskem krožku, pa sem nastopala, kjer se je vse živo dal, pa maturantski ples sem vodila za naš razred in tako naprej. Skozi sem bila nekako v tem stiku z odrom. Pa je prišel čas faksa, sem rekla, še vedno ne vem, kaj ne počnem v življenju. Ne. Grem na ekonomijo, veš, to je tako. Ful stvari me je zanimalo, ampak nobena ni bila pa taka, da bi rekla, to je to. To je to, ne. In sem šla na ekonomijo, ker sem rekla, pa v ekonomiji sem pa že našla, veš, to je pa res tako širok pojem. In sem se našla, kako. Enkrat sem po faksu prišla domov, ob 3 popoldne, se usedla pred televizijo na tlašem, benga ni bilo, prav spomnim se, tak srebrn pladen sem vedno imela, takole sem si naredila malco, kruh pa pašteto sem jedla, še to se spomnim. In se usedem pred televizijo, prižgem televizijo in gor je ena mlada televizijska napovedovalka. Mene je pretresel, ker sem ti zgledala in sem rekla, to hočem jaz početi. To želim jaz početi. In se veš, kako so te stvari, naključja, ne naključja, ne? Ja. Čez en teden na isti televiziji oglas iščemo nove TV voditelje. In meni je bilo to tako, to je to. Jaz sem se prejšnji teden odločila, kaj hočem v življenju početi. To je to. Jaz grem z vso suverenostjo, pojma nisem imela, kaj sploh to pomeni, ampak tako suvereno, s takim suverenim nastopom sem šla tja v smislu, oni tako iščejo mene. Pridem tja in res od 117 so takrat zbrali mene. Še spomnim se, da so rekli, kaj pa ti kaj povedala, pa sem rekla, ne vem, povedala nam nič, lahko pa kaj zapojem. Ker sem pa že začela nastopati v bendu Planet Groove takrat, ne, spet oder, skozi me je ta oder vlekel. In pa se je začela, to je bilo leta 1998, ta moja pot po televizijah, kjer sem 14 let delala kot televizijska voditeljica, profesionalna televizijska voditeljica in sem rekla, jaz hočem to početi do konca življenja. Ampak žal živimo v naši majhni Sloveniji, kjer so možnosti omejene. Jaz včasih hecam pa rečem, da imamo voditeljice omejen rok trajanja. Bomo dosti mogoče tudi prišli do te tematike. Zakaj? Ne?
ker to je le ženski nastop, dojemanje žensk na takšnih položajih in tako naprej. In sem začela razmišljati, kaj bi jaz rada v življenju počela pri 50-ih, pri 60-ih in kasneje. In hkrati skozi vso to obdobje televizije sem se ves čas soočala z različnimi oblikami treme. Ker tudi profesionalci imamo tremo. In včasih je bila trema minimalna, včasih je bila pa trema tako velika, da nisi vedel točen, a bi laufal na WC, pa se najprej v to smer obrnil ali v drugo smer obrnil. In ker sem prišla do nekih svojih tehnik in razumevanj, sem rekla, pa jaz bi to rada dala ljudem. Da hitreje pridejo do tega, ne da se recimo, ne da rabijo toliko časa, kakor sem jaz potrebovala, ali pa sploh, da ne rabijo se ukvarjati toliko s tem, ampak da mi jaz rečem, tole poskus narediti, pa ti bo veliko lažje v življenju. In v trenutku, ko sem začela o tem razmišljati, ker ena stvar pa je bila, ko sem bila majhna, da sem hotela biti tovarišica. Ampak nisem vedela točno česa, sem nekaj v osnovni šoli učiti, to skozi vsak let eno in isto. Srednja šola, puberteta, najstniki, ni šans na faksu, se mi zdi, pa so vsi profesori, ki veš, ko v svojih čumnatah zaprti, nič ne delajo, asocialni, pa skozi nekaj raziskujejo, sem nekaj ne, to ni za mene. Pa tudi ne da se mi, nikoli se mi ni dal preveč učiti teh obveznih šolskih stvari. Zanima me veliko drugih stvari. In pride ta želja, čak, jaz bi rada to znanje dala, pa hotela sem biti turšica, mogoče pa je nekaj na tem. In spet naključje ni naključje, dobim telefonski klic iz Novega Sada, z Fakultete za novinarstvo in voditeljstvo, če bi jaz prišla tja narediti enodnevno delavnico o tem, kako je biti voditelj, novinar, kako delovati pred kamero. In jaz rečem, to je pa izziv, jaz grem, pojma nisem imela, kaj to pomeni, biti trener pa dela delavnice. Ampak sem se pripravila, še tako malo slabš, ker nisem uno smer, da se moraš ful pripraviti, ne, za neke nastope in govore. Sem se pripravila lavno prav, šla tja in tisti dan me je spet tako prevzel. Sem rekla, wow, to je to, ne. No, to je pa tako, zdaj že dobrih 20 let nazaj. In potem sem počasi začela v tej smeri razmišljati. Pol imamo sestro, eno sestro, imam 2 sestri, moja srednja sestra ima agencijo za odnose z javnostmi in ona je že takrat rekla, dej Anja, kaj pa tole, ne, res to javno nastopanje. Tako da mi je še ona malo pomagala iti v to smer in sem začela, počasi nabirati neke stranke, začeti delati treninge in potem v prvih letih sem ugotovila, jaz pa pridem pri klientih do neke določene točke, ker ne vem več, kaj z njimi narediti, ne znam jim pomagati. In sem zato začela študirati coachinge, SDI-je, razumevanja, komunikacijo, nabirati en kup enih različnih veščin, zato da lahko ti pomagaš klientu globje, kot pa samo tehnika javnega nastopanja. Ker verjetno bomo prišli do tja, javno nastopanje ali pa poslovna komunikacija je vedno uči v glavnih 3 temeljih, ne. Telo, glas, sporočilo. Meni je pa tle vedno nekaj manjkalo, to je pa state of mind, torej neka psihična pripravljenost. In to je tisto, s čimer jaz zelo veliko delam, poleg telesa. In sem začela toliko znanja nabirati, da res lahko ti pomagaš nekomu, da hitreje pride do nekih rešitev ali pa da prej prepoznaš, kje so te blokade, kaj lahko rečeš, kaj lahko narediš, kaj lahko sam razišče, da naredi boljši nastop in s tem dobi tudi svojo samozavest. Tako da poleg javnega nastopanja, komunikacijo še delava, obveznino, SDI si že omenil, to je razumevanje ekip, razvoj ekip, zakaj smo različni, kako naj se naučimo drug od drugega, kako cenimo in spoštujemo to različnost, ne pa da nas razdvaja. Pol imam jaz še coaching, tukaj delam individualno, predvsem s top pa middle managementom, kjer delamo poslovno komunikacijo, poslovni coaching, ki pa veš, da se vedno dotakne tudi osebne rasti in osebnega coachinga, ker to je vedno takole eno z drugim povezan. To je to, rekel si še mama, 3 hčeram, enemu psu, eni kači, nekaj ribam, Pajk je pa nažalost pred kratkim preminil. Ker Pajk je pa bil? Skakač. Ja. Jumping spider. To je imela najstarejša hči. Tako da zdaj bo počasi čas, da gremo po novega Pajkca. Pa seveda krasnega moža. Pa se žena tudi. Žena sem tudi, Žena sem tudi. Sem čakal, če se spomnila. Valjda, da sem pa še ti lahko še pol ure govorila, ampak mislim, da sem že dosti povedala. Za začetek, ne. Bom se pa še dotaknil, če boš razložila, ker se mi zdi, da v bistvu vem, da večina gledalcev ne loči med
trenerjem, pa coachem, pa učiteljem, pa mentorjem. Bomo prvo Nino še predstavljali, da ne gre ven iz studija prej. Sem že res vmes rekla, pa se vama gre tako dobro, če mi Kar ti si te že stalna gostja, ti že inventar, tebe že poznajo. Pa še ne. Mene pa še ne, pa kar je Aleš rekel, veš, od 35 plus vprašanje, če me kdo se še spomnil, ne, eni ja, eni ne. Niti nekateri ne vejo, da sem bila včasih na televiziji. No, vse to je normalno, ker čas gre naprej, ne? Seveda. Pa je treba pa včasih obnoviti spomin. Pa to. Nina? Ja, jaz imam pa tudi občutek, da mi je bilo na nek način javno nastopanje, poslovno nastopanje dano v zibelko. Zdaj zakaj? Zato, ker je kot prva resnejša igrača, ki sta mi jo starša kupila, je bil mikrofon. In s tem mikrofonom sem jaz hodila po hiši, govorila po njem in vodila vse naše božične zabave, rojstne dneve in podobno. Tako da sem že večkrat razmišljala, ko sem se preselila na svoje, da ga vzamem v svoje stanovanje, ampak je nekam zginil, tako da bi si ga prav želela enkrat najdeti. Tako da se mi zdi, da se je moja karierna pot začela odvijati na način, da ko sem jaz se vpisala na faks in sem šla študirati pravo, nisem točno vedela, zato ta podobnost tudi zanjo, kaj bi v življenju želela početi. In takrat sem se odločila, da si najdem službo, ker mi je šel faks res zelo počas, in da ugotovim, česa jaz v življenju ne bi počela. Tako da sem šla bolj na to izločanje, česa ne bi, kar se mi je očitno zelo dobro obrestvalo, ker sem zelo hitro prišla do Anje. In to je bilo zdaj 10 let nazaj, bova marca praznovali, a ne? Marca imava 10 let. Marca imava 10 let in tako se je nekako začel odvijati, da sem najprej začela delati kot asistentka, tako Anji kot tudi takrat še njeni takratni sodelavki. In potem se je moja pot odvila v to smer, da vedno večkrat, kot sem šla za njo na delavnice, kjer sem ji pomagala pripravljati zadeve, da je ona lahko izvedla, sem jaz vedno bolj razmišljala, čakaj, pa to je meni toliko všeč, pa koliko je meni to fajn poslušati, pa koliko Anja to lepo razlaga, jaz bi pa tudi rada tako govorila, jaz bi pa tudi rada ta znanja usvojila in jih mogoče enkrat predajala naprej. In se spomnim trenutka, ko sem bila prvič s tabo na delavnici, ko mi je naredil res tisti bum, tresk, bam, to bi jaz želela. In potem sem zelo dolg časa zbirala pogum, preden sem prišla do Anje pa rekla, veš kaj, ne, jaz bi pa tudi rada to znala, a bi bila ti pripravljena mene vzeti v svoje mentorstvo. In danes vidim, zakaj sem toliko časa rabila, preden sem zbrala pogum, ker bolj razumem tudi sebe, pa svojo preteklost, pa svoje odraščanje preko AEQ metode. In takrat sva mi dve rekli, se spomnim Anjine reakcije, ko je bilo mene strah, je bil njen odziv čist drugačen in je rekla, valjda, ful dober, ja seveda, z veseljem. In je tudi Anja takrat prepoznala en potencial v meni in bila res pripravljena deliti svoje znanje in mi tudi pomagala, da sem se lahko tudi izven njenih znanj še izobraževala na tem področju. Tako da sem počasi potem, ko sem se 2 leti in pol usposabljala pri tebi za trenerko javnega nastopanja, začela prevzemati svoje lastne kliente in delati individualne treninge in takrat sem prišla v enem trenutku do tega, da je tudi meni nekaj manjkalo. Namreč ugotovila sem, da s tehnikami v stanju zavesti zelo težko presežeš tremo pri posamezniku, če ne greš globlje. In takrat sem iskala in brskala in googlala in naletela na hipnozo. In zelo hitro sem se odločila, praktično v 1 uri, brez da bi hipnozo kadarkoli prej sprobala ali pa se kaj več o njej pozanimala, da bi se jaz na tem področju želela izobraziti. In tako sem pristopila do Božidarja Grilca pred 6 leti in se začela tudi učiti. 6 let je od tega, ja. Gre hiter čas. In se začela potem usposabljati na tem področju in potem sem mislila, da bom tistim klientom, ki imajo težavo pri nastopanju, pomagala še z dodatno tehniko s hipnozo, ampak me je toliko noter potegnilo, da sem potem poleg tega, da pomagam ljudem pri tremi, se ukvarjam tudi s fobijami, z bolečinami, potem predvsem z koncentracijo, delo z mladostniki, samozavestjo, z grizanjem nohtov, kajenjem, hujšanjem in podobnimi stvarmi, ki jih hipnoza obravnava.
No in kot zelo verjetno velika večina nas učiteljev AEQ metode, ki smo pri tebi ali pa pri kakšnih učiteljih nižjih stopenj, sem tudi jaz pred dobrimi 2 leti, ker mi je moj partner kupil vrednostni bon za AEQ metodo, za aktivno obravnavo, prišla do Blaža Jurečiča v zelo veliki iluziji, koliko sem jaz fajn, koliko imam jaz fajn službo, koliko meni super in tako naprej, sami superlativi, koliko mi štima moje življenje. Prišla zelo hitro na realna tla in videla, da pa je marsikaj znotraj mene, kar bi bilo pa fajn, da uredim. Ne zato samo, da bo moja okolica drugače ali pa boljš, ampak predvsem, da bom jaz boljš in da bom imela jaz kvalitetne medsebojne odnose. In tako potem počasi, zelo počasi mi je šla ta pot pri Blažu, zato ker nisem delala AEQ vaj. Jaz sem mislila, da bom vse na zavestni ravni, s tem, ko se učim, s tem, ko vedno več vem in razumem njegove razlage, da bom lahko že spremenila. Ampak sem naletela na zid. In potem sem videla, da ne bo šlo drugače, kot da vključim telo in sem začela hoditi na tvoje programe, 30-dnevne. Vmes sem bila čisto sesuta, enkrat mi še celo Anja rekla, prosim, nehaj mi taka v službo hoditi, da je za par dni bod doma, ne moram te take gledati. Tako da moram reči, da je bilo kar pestro in hkrati sem ti rekla, pa a rabiš toliko delati? Ja, zakaj greš Čist je bila. Jaz sem že kaj začela sem končati. Pride zraven. No, tako da takrat sem se pa potem po 2 tvojih 30-dnevnih programih sem se pa odločila, da grem tudi za učiteljico se učiti, tako da sem šla marca letos za učiteljico metode 1. stopnje in potem zdaj septembra za učiteljico dihanja 1. stopnje in vmes seveda še vedno programi in delo na sebi. Tako da lahko rečem, da danes z znanjem, ki sem ga tudi pridobila z AEQ metodo v zadnjih, tako rekoč, dobrem letu in pol, skoraj 2, vedno bolj tudi prilagajam tako delavnice, individualne treninge tudi z metodo hipnoterapije in pa AEQ metode. In tukaj želim rasti in se razvijati naprej. Pa ne samo to, tudi meni predaja znanje, ki se ga tukaj uči. Veš, ko se o čem pogovarjava, pa reče, ja, pa to smo zadnjič, pa je to, pa to, pa to, pa to, pa meni dela. Ting, 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 ting. Da se ti začnejo povezovati določene stvari, ker jaz sem pa podoben, mislim, ne moram reči podobne, ampak ta del dela na sebi, šla pa čez proces šolan v coachingu. Tam je bilo tudi vedno in zelo intenzivno. Jaz sem včasih rekla, da te na takem šolanju razstavijo na kup kock, pa se začneš pa počasi spet lepo sestavljati. Tako da ja, s tem znanjem, ki ga Nina tle pri tebi dobiva, tudi meni veliko daje in prenaša znanja. In hkrati tudi v najinem odnosu. Medsebojno. Jaz vedno pravim, da nekoga ne moreš spremeniti. Saj ne na neposreden način, ampak posredno pa absolutno spreminjaš, zato ker spreminjaš svojo okolico. In če spreminjaš sebe, svoje vedenja, svoj način komunikacije, ko si enkrat upaš povedati več, ko si upaš tudi v medsebojnih odnosih postavljati mejo, takrat oseba, ker vključiš telo v ta proces, tudi začuti, da misliš resno, da misliš drugače, da se nekaj ne sme več ponavljati. V bistvu po AEQ je skoraj rečeno spreminja ta drugo stopnjo, da je usklajena s tretjo. Ker zdaj to, kar ti zavestno govoriš ali pa vplivaš, mi tem rečemo tretja stopnja, vpliv tretje stopnje, imamo pa podzavesten vpliv, to je pa druga. Zdaj dostikrat so ali pa pri večini ljudi je to dosti ločeno. Na tretji je eno, na drugi je drugo. In zdaj to, kar pa nekdo, s katerim imaš odnos, čuti, je pa tvoj kombinirani vpliv, tako tretje kot druge stopnje. Zdaj včasih je tretje več kot druge, včasih druge več kot tretje, dlje, ko si z nekom, pa bolj, ko ima z nekom intimen odnos, bolj vpliva na njega tvoja druga, pa manj tretja. In zdaj, tisto, kar sprej reka, ne razstaviti na kocke, pa pol, da se skupaj sestaviš, pravi kujo, imamo pa bolj pristop, da skozi zmanjševanje senzorne amnezije bolj določiš, iz kakih kock si sestavljen. In pa se ne greš razstavljati, ali pa te ne razstav nekdo drug, ampak določene kocke spremeniš. Ali jih daš ven,
pa daš kaj druga not, ali pa jih zamenjaš. Tako, mogoče tudi, da se začneš zavedati določenih kock. No, sej, To tudi ja. delamo na coachingu enako. Ne, ker tako, kot si ti prej rekla, ne, misliš, da je vse, da si ti super, pa da je vse ok, ne, Ja. pa ko začneš kopati po sebi, pa vidiš, Marička, pomagi. A to vse se tam noter skriva. Se tudi tako prej rekla, da se je spustila na realna tla, ko je prišla k Blažu, ne, niti približno, tam se sam malo spustiš proti Malo realnim začutila, tlem, ja. pa je že Majčkeno to, ne, začutila, pa že to veliko. ja, ker doskrat so ljudje toliko visok v iluziji, da če bi jih spustil na realna tla, bi se podarili, ali pa Bi bilo lahko celo prehudo, ja. je padec Ja, lahko toliko prehudo, iz ja. visoka, da je lahko smrten. Ne. Zato se tudi ima vsak posameznik ta podzavestni zaščitni sistem, da ko enkrat je preveč, ne sliš več. Ne. Ja, Se saj. enostavno ti mu lahko vse Sploh poveš, pa na srečo obramba. Ja, mora telesa biti, in ja, uma, ne, seveda, ker drugače- ne, Preveč No, enkrat je preveč. zdaj ste obe uporabljali tako trener, kot coach, kot učitelj, kot mentor, mogoče še svetovalec. Se pravi, to so zelo različne besede, očitno, ne. Torej bi lahko smatrali, da so to različni poklici ali pa vplivi ali pa Ja. delovanje. Pa če razložite gledalcem tako Ja, velikokrat- osnove, razlik med temi področji ali pa kaj nekaj je, pa kaj nekaj ni. Velikokrat ljudje menjujejo, ne, kaj je trener, kaj je coach. Mislijo, da je to kar vse eno in isto, pa ni. To sta dva ločena poklica, bi lahko rekli. Pa imamo pa še tukaj termin mentorja, pa svetovalca, učitelja, tudi kar si odgovoril. Čeprav učitelj na nek način je lahko že trener, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Zakaj? Trener prenaša specifično znanje na nekoga, torej te nauči neke metode, ti poda neko metodologijo, znanje in potem s tabo začne trenirati. To si v redu naredil, popravi to, daj še enkrat to, daj še enkrat to. Ker če gledamo učitelja, v osnovni šoli dosti podobno dela. Najprej jih nauči pisati črke, potem pa dajmo vaditi, tukaj le še to popraviti. Tako da v bistvu učitelji na začetku so lahko tudi trenerji. Višje, ko greš, učitelji samo predajajo znanje, potem pa naj učenci, študentje naredijo s tem, kar želijo. Ne. Trener, naše poslanstvo je pa ne samo, da naučimo človeka, da ga tudi na nek način opolnomočimo, da mu res omogočimo, da to znanje, ki ga dobi, uspešno prenese v prakso. Coachi na drugi strani so pa ljudje, ki nič ne učijo. Coaching ni spoznavanje in učenje novih metod, temveč je, da pripelješ svojo stranko od točke A do točke B. Torej, da si stranka zastavi nek cilj v smislu, ne vem, rad bi bil bolj odločen, želim bolje upravljati s svojim časom, kako naj se naučim reči ne in tako naprej in tako naprej. In potem ti skozi strukturirano voden pogovor odpiraš različne vzorce, raziskuješ realnost. Ne smeš ostati samo na zavestnem delu, temveč se povezati tudi s podzavestjo in nekako gledati holistično človeka, torej ne samo govor, temveč tudi, kaj telo govori, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj se dogaja v podzavesti, vzorci in tako naprej. In skozi to nekako pripelješ človeka do tega, da začne iskati s tvojo pomočjo usmerjanja, da iskati korake, kaj bo pa zdaj s temi spoznanji naredil, kako lahko zdaj začne oblikovati korake do tega, da bi dosegel ta cilj, ki si ga na začetku zastavi. Ne. Tako da je v bistvu zelo strukturirano voden pogovor v smer doseganja nekih ciljev. Coaching je dokaj ciljno usmerjena stroka. Dočim recimo terapija bolj gleda za nazaj. Tudi mi skočimo za nazaj, še vedno gledamo vzorce iz življenja, odnosi znotraj družine, dogodki, ko so se dogajali in tako naprej, kako so zaznamovali ljudi tukaj. Terapija se pa več ali manj tukaj dogaja in vrti, ni toliko ciljno usmerjena kot sam coaching. Mentorstvo. Mentori so ponavadi ljudje, malce starejši, ki razvijajo mnogo znanj in ta znanja prenašajo na mlajše generacije. Podobno kot trenerji, ne da jih učijo, temveč prenos znanja in jim omogočati, da to znanje nekako poskušajo prenesti potem v svoje življenje. Mentori so znotraj podjetij, znotraj raznih organizacij in tako naprej. Svetovalci so pa načeloma ljudje, ki od zunaj pridejo lahko v neko podjetje,
ga analizirajo, pogledajo, kaj deluje, kaj ne deluje, kakšne imajo procese, kako se tega lotevajo in potem z že znanimi nekimi drugimi modeli primerja in reče, pri vas je učinkovito to, pri vas ni učinkovito to, predlagam, da se spremeni to in to in to in to in to. Tako da tukaj imamo zdaj teh nekaj različnih terminov in profesij. Super. Čeprav mentorstvo niti ni profesija, je bolj del vloge, ki ti paše, ko si enkrat ena starost, pa nekdo, ki ima veliko znanja v podjetju ali organizaciji. Ne? Prav, coach je v bistvu podoben kot vodnik. Ali ne? Kaj smatraš pod vodnik? Nekdo, ki vodi nekoga, da pride nekam od točke A do točke B, recimo. Ja in ne. Zato, ker coach ne sme vplivati na odločitve klienta. Torej, jaz ne smem sugerirati, ne smem zavestno peljati klienta v rešitev, ki se meni zdi prava. Ker to je moja rešitev, to ni nujno rešitev nekoga. Ja. In tukaj so dostikrat tudi izzivi pri coachih, kako ne sebe noter toliko dajati. Ti moraš znati postavljati prava vprašanja, da mu postavljaš zrcalo, da odpiraš področja razmišljanja, kjer nekdo še ni razmišljal, da odkrivaš ovire, neke vzorce, zadržke, možne rešitve, ampak to moraš zelo na široko zastaviti, zato da človek najde svoje rešitve, tako da ni vodnik. In tudi mi dostikrat rečemo, recimo, kot trenerka lahko rečem, kako ti lahko pomagam. Kot coach tega ne rečem, ker če ne se takoj na mene nekdo nasloni, češ, se mi bo pomagala, jaz sam se pogovarjam s tabo, odpiram ti nove zorne kote, ti v bistvu edina moja pomoč je, da sam svoje korake narediš samo v tem strukturiranem pogovoru. Ne? V bistvu mu pomagaš, da si lahko postavi prava vprašanja. Bolj, da pride do pravih odgovorov. Vprašanja moram jaz postavljati. To je naloga coacha, jaz samo vprašanja postavljam. Ja. Kot coach ti samo vprašanja postavljaš, lahko kaj odzrcališ, lahko podeliš svoje neko mnenje oziroma občutke, kaj Izkušnjo. Lahko tudi kakšno izkušnjo, ampak spet je vprašanje, komu služi zdaj ta izkušnja? Tebi, ker si se našel v tej zgodbi, ali je to klientova izkušnja, ali lahko njemu pomaga. Torej, ti podeliš izkušnjo samo takrat, ko preceniš, da bi lahko ta izkušnja klientu pomagala. Ne samo zato, da ti izraziš, meni se je pa nekaj podobnega zgodilo. Ne. Tukaj je zelo vprašanje, kaj je namen. Tudi, kar se vprašanj samih tiče, vprašanja so zelo strukturirana. Coachingi, pa ne samo vprašanja, v bistvu kompetence, po katerih se coachi držimo nekih smernic delovanja, so izredno zahtevne. Kako aktivno poslušaš, kako odzrcališ, kako dojemaš človeka v celoti. V glavnem, to lahko še en cel nov podcast naredimo. Ali pa ti svetujem koga, ki je recimo v Sloveniji res izjemen coach oziroma coachinja, in je ena vodilnih tukaj v Sloveniji in ima znanja, ima tudi največ certifikatov in akreditacij in tako naprej in se z njo enkrat usedeš in se pogovarjaš o teh stvarih, da ti zna res dobro razložiti, ker pri meni coaching je en del mojega poklica in mislim, da imam še kar nekaj dela, da lahko še več naredim. Še dolg čas. Če rečeš, to je to, ne morem več. Hvala za razlago. Ker pri treningih bi mogoče še to dodala, da mi da imamo zelo usmerjene treninge glede na tisto, kar oseba potrebuje. Mi vedno delava na individualni ravni s klientom, tisto, kar rabi. Zdaj lahko je to trening javnega nastopanja, lahko je trening bolj poslovnega nastopanja, zato ker zelo hitro si človek predstavlja, da javno nastopanje pa pomeni stati pred kamero pa biti na odru, pa ni nujno res, nastopamo res vsak dan. Ampak ločiva, javni nastop, poslovni nastop, medijski nastop, prodajni nastop, potem so tukaj komunikacijske veščine, kot so asertivna komunikacija, podajanje povratne informacije, potem so stres, obvladovanje stresa, motivacija, skratka, kjer pa gre res za podajanje znanja in pa potem vaja za usvojitev tega znanja. Ker gre za veščino. Je pa res, da obe vključujeva v treninge tudi znanja iz coachinga, Nina pa že znanja iz hipnoze oziroma bolj iz AEQ-a zdaj. Bolj bi rekla AEQ. Bolj iz AEQ, ne? Ker vidiš, ker prepoznaš pri stranki. Ne moram v trening vključiti znanja hipnoze, lahko edin zaznavam, recimo, kje bi lahko bili neki potencialni vzorci. In zelo velikokrat
ko delam s klientom na individualni ravni, zdaj moramo se zavedati, da mi dve nimava nažalost vedno možnosti iti res v globino posameznika, kljub temu, da bi si želeli s tehnikami, ki jih znamo. Rabiš veliko časa. Seveda, zato ker oseba pride po neko znanje ali pride sam povaditi in potem ji kaj dosti ne moreš. Se spomnim, lih pred kratkim sem imela eno klientko, ki sem jo pripravljala na nastop na eni konferenci in sem imela 1 uro časa. In v tisti 1 uri kaj lahko narediš? Rečeš, super je, fajn je. Lahko popraviš, če je oseba pripravljena na to. In zdaj zgodila se je, nažalost, situacija, da je oseba prišla naučena na pamet. Čist na pamet. Čist, ampak to je bilo, jaz sem dobila tekst, ko vedno prosim, kako ste se pripravili na nek nastop, lahko dobim vaš tekst, imate kaj spisano, imate kakšne alineje, kakšen miselni vzorc. In ona meni da tekst in se reka, noč kar greva enkrat mi dve čez, da mečkam vidim, da dobim malo občutek. Ona je govorila na pamet. Jaz sem lahko brala in jo zraven poslušala in je bilo identično. Zdaj v takem primeru seveda se moramo zavedati, da ni vdahnjeno življenje v vsebino, ki jo podajamo. Take besede so prazne. In niti ni prisotnosti. Ni pristnosti. Nič ni. Ne? In kaj bom jaz taki osebi? Ne morem in drugega reči kot ok, upam, da ti rata. Skušaj si dovoliti, da je kakšna beseda drugačna, ampak v 1 uri jo lahko samo opolnomočam. Ali pa se suješ, če se preveč lotaš reševanja. Ne? Ko pa enostavno ne zgubi tla pod nogami. Ja, čisto. Tle se vsaj na neki naslonila, ne? Znam na pamet. Znam na pamet. Kar je ena največjih zank v javnem nastopanju. In to najbolj ženske počnejo. No, ker smo že glih pri ženske. In zakaj to najbolj počnejo? Zato, ker so rade bolj pripravljene kot pa moški. Rade ali morajo biti? Jaz bi rekla tvojo besedo morajo biti. Bolj, mislijo, da morajo biti. Mogoče bi bilo to še ali čutijo tako? Jaz bi rekla, da je odvisno tudi od posameznega vzorca, ki ga človek v sebi ima. Da je od tega tudi odvisno. Morajo, želijo, hočijo. Čutijo. Ne? Mogoče je tudi spet razlika, da ne mečamo vsega v en koš, ne? Kako določeni tipi ljudi dojemajo stvari drugačno. Ampak če gledaš moške pa ženske v javnem nastopanju, je zagotovo to, da so ženske veliko več pripravljajo in da ne vem, če poznam kakšno, ali pa bi se najdel, če bi Orang pobrskala po spominu, da bi šla čisto spontano na oder. Razen, to govorimo pri ljudeh, ki imajo res kilometrino in kilometrino in kilometrino, ampak taki ponovadi več ne pridejo k nama. Ne? No, zdaj, ko vidi, kaj je glavna razlika, kako jo jaz recimo vidim to potrebo po več pripravljenosti, to, da imajo šibkejšo sprednjo stran trupa. Sprav, ta sprednji del telesa je pri ženski manj močen, od trebušne mišice do prsnega koša. Tudi dojke so veliko bolj izpostavljene kot pri moškem. Javno nastopanje je pa soočanje ali pa imaš nekoga pred sabo, ki... Direkt. Odprci, ne. Direkt, In že to, recimo, ko smo se postavili iz 4 na 2 noge, ne, smo izpostavili celotno sprednji del telesa, ki je najbolj ranljiv, vrat, ne, trebuh, splovilo, in seveda je potem pri moškem je evolucijsko šlo v jačanje oklepa, sprednjega dela telesa, pri ženski pa zaradi tega, ker mora biti noseča, pa mora toliko zmanjšati napetost v sprednjem delu telesa, da je lahko noseča, ne? Da se lahko preoblikuje zaradi nosečniškega trebuha. Možda mora toliko spremeniti notranjost trebušne votline, da mora priti do močne spremembe funkcije trebušne mišice. In pa seveda je potem ona telesno, čist strukturno bolj izpostavljena pritiskom in se mora bolj pripraviti. Pa ne samo to, veš. Mislim, en del je to, kar ti razlagaš, drug del je pa, da še vedno, kljub temu, da smo v 21. stoletju, pa da smo leta 2024, pa da imamo občutek, da smo moški pa ženske enakopravni, ni še čisto tako. Oziroma še vedno je tle zadaj, ostaja, pa ne znam ti zdaj prave besede,
reči, a je to občutek, a je zavedanje, da se mora ženska včasih dvakrat bolj potruditi ali pa dvakrat več skoraj znati za enako delovno mesto kot recimo moški. In so tukaj zdaj so pa tle ta pričakovanja okolice, pa ne samo okolice, pričakovanja same do sebe, tudi že sama vzgoja, ker kdaj so nas vzgajali. Ženske, ki so na vodilnih položajih, to so bile vzgajane v 70-ih, 80-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih. Torej takratna vzgoja v primerjavi zdaj je bila tudi ženska, takrat še niso bile ženske tako enakopravno gledane kot zdaj, pa še zdaj imamo kar nekaj prostora, da so jih že starši, očetje, mame učile, bodi, več pokaži, več naredi. In so že skozi evolucijo ženske pride do tega, da ženska potrebuje biti še boljša, kakor je, ali pa se od nje pričakuje, ali pa sama od sebe pričakuje, zato da bo dovolj, ali pa da bo vredna, ali pa da bo zaslužna. In to so pa te zunanji dejavniki, ne nekaj je to, kar praviš ti, struktura, drugo je pa ta psihološki dejavnik, ki se dogaja okrog samih žensk. Pa tle lahko še razpredamo, pa same podobe. Pa. In še posebej se mi zdi, da se to, kar si tudi ti zdaj razlagala, opazi pri ženskah, ki so bolj v moških branžah. Tam se najbolj to opazi, koliko bolj imajo tudi one same občutek, ko se z njimi pogovarjaš na treningih, koliko več morajo dati, koliko imajo tisto občutek, kaj pa, če bodo oni vedeli več kot jaz? A bom dovolj dobra? Kaj vse moram reči? V kateri energiji moram nastopati? In se spomnim ene klientke, ki dela v bolj tehnološki industriji, ko sem z njo delala in sem jo pripravljala na eno konferenco, kjer je bila v ekipi govorcev 5 moških, ona je bila pa ženska. In ko sem jih skupaj pripravljala, sem prav videla, ona je šla v ritem, melodijo, skoraj da ne barvo glasu moških, ki so nastopali pred njo. In koliko težko je bilo reči, dej po svoje, dej bodi pristna, izhajaj iz sebe. Ker enostavno si ni dovolila biti ženska, nastopati po žensko in biti v svoji funkciji, ker je imela občutek, da to ne bo dovolj. Enako sem jaz prejšnji teden, zdaj danes je že nov teden, ne? Prejšnji teden sem imela eno delavnico, kjer je ena mlada dama izpostavila problem in rekla, kaj ne jaz naredim takrat, ko svojim sodelavcem skupaj stopam na oder s tem, da ona je vodja, on je močen, dec, hrust, globok glas, kar zadoni po celi dvorani. Jaz sem pa taka bolj tiha, tudi manjše rasti, bolj drobna, prav kako ne jaz njemu pariram. In zdaj tukaj, kaj se zgodi pri ženskah, ko imajo zraven sebe močno moško figuro, je, da želijo stopiti v moško energijo. In takrat ne moreš se ti kot ženska v moški energiji kosati z moškim, ki pa je njegova primarna energija. Tukaj ravno nasprotno, pojdi v ženstvenost, pojdi v feminilnost, prinesi svojo mehkobo. Ja, pa on ima tak močen glas. Imate mikrofon? Ja, imamo. Uporabi mikrofon, če že je tvoj glas šibkejši. Poleg tega se ne merimo o sami jakosti, gre se za energijo, ki jo ti žarevaš na samem odru. Ti lahko nežno govoriš, pa imaš energijo, tisto, ki pritegne ljudi. Še boljš bo, ne? Še boljš bo. Ja. In se pojdi v ženstvenost, ne se kosati v tej moški energiji. In tudi so se z Nino pogovarjali, par mesecev nazaj sem vodila okroglo mizo inženirka leta. To, kar je Nina rekla, bolj moška domena poklicov. 3-4 inženirke leta sem imela na okrogli mizi. In zanimivo je bilo, da kako je njim naziv inženirka leta pomagal iti čez to nejavno nastopati. Ne tega jaz ne bi, ne vem, če sem dovolj dobra za to, kako jih je v bistvu ta naziv vrgu v vodo, da plavajo in kako so vse splavale, ko so ugotovile, pa sej čakaj malo, se to pa ni nič takega, jaz vem, kaj znam, jaz vem, koliko sem vredna. In so, recimo je ravno ta prelomnica za njih, in to so čisto vse rekle, da je bilo odločilno, da so lahko začele živeti žensko energijo v bolj moškem poklicu. In tukaj lahko jaz povežem javno nastopanje ali pa komunikacijo z AEQ metodo ravno s tem, ker kot nas učiš, da struktura določa funkcijo. Zdaj, tista
ženska, ki je bolj v moškem vedenju, seveda toliko manj čuti sebe in svoje telo, in zato, ker se manj čuti, pomeni, da tudi besede, ki so izrečene, jih manj čuti, dobijo občutek, ona sama ima občutek, kot da tiste izrečene besede, ki jih da navzven, kot da jim ne verjame. Ne? In bolj kot se pa čuti, bolj pa tudi začne verjeti v besede, ki jih podaja, in je lahko iz tega vidika veliko bolj pristna. Zato toliko vedno poudarjamo, ne? Pristan pomeni biti najboljši, ja, ampak kaj pa realno to pomeni? Ne? Se tudi samozavesten, se sliši super, ko nekdo je. Najboljši. Pristan je, da si ti, ne? No, sej, in ko si pristan, si najboljši. Ja, z vsemi napakami, ki jih nosiš s sabo. Tako nekako, ne? Ker ta najboljši je tist, kar nas pa najbolj tepe po glavi. Mogoče ne samo ženske, tudi moške, ne? Biti najboljši, biti perfektni, biti in sploh. Ne? Ja, ker je čisto odvisno, ali moraš ti z nastopom imeti moški vpliv na okolje, ali je lahko tudi ženski. Zdaj, če boš poslal nekoga, ali pa mora nekdo nekaj agresivno skomunicirati, pa pritisniti na okolje tako konkretno. Ne? Pa seveda v tem lahko ženska tudi naredi, sem pa mora iti močno ven iz svoje strukture, kar pomeni, da mora razviti veliko senzorno amnezijo, da ne čuti strahu, ki je popolnoma normalna reakcija v takem okolju, ne? In pa seveda zgubila avtentičnost. In pa je težko, da je najboljša. Ja. Lahko je najboljša, kolikor je možno, ni pa najboljša, koliko bi bila lahko, če bi to poslali skomunicirati moškega, da to naredi, ona bi pa skomunicirala on drug, ženski del. Ne? Ja. No, ampak nisem mislila najboljša nasproti drugim, ampak najboljša zase v tistem trenutku, da je v skladu s tem, kar ona želi, kar ona od sebe pričakuje. In kar je v danem trenutku zmožna dati ven in ljudem pokazati. Se mora pa pol tudi vedeti, kdaj je primerno, da ona gre gor, ali pa da to naredi, ali pa morajo te, ki so njeni recimo vodje ali pa usmerjevalci, šefi, vedeti, ok, zato je boljš, da to skomunicira moški, ki ima drugačno strukturo, ne, in je s tem pol funkcija agresivnega vplivanja je bolj učinkovita v njej, ne. Ženska ima pa drugačno strukturo in bi mogla biti bolj umirjajoča. Ne? Sama struktura ženskega telesa je bolj usmerjena v umirjanje, ne? Pa povezovanje, moška pa bolj v impulzivnost, pa v ločevanje, v določevanje. Čeprav po drugi strani pa lahko ženska tudi z žensko energijo postavi visoka, jasna pričakovanja, postavlja meje, postavlja neke cilje, ima potrebne težke pogovore z ljudmi, daje povratne informacije. To še vedno lahko delaš z ženskim principom, hkrati pa na nek način uporabljaš tudi moški princip. Torej, mogoče tudi, veš, ko gledamo v javnem nastopanju, ni strogo, zdaj pa to moški princip, zdaj pa to ženski princip, ampak je, veš, eno lepa fluidnost in prepletanje. Težava je, ker recimo princip, ki ni tvoj, prevzame tega, ki v osnovi je tvoj. To se pa tudi pri moških vidi, ne? Doskrat, ne? V obratni smeri. Ko stoji pred tabo nekdo, ko enostavno ne moreš iz moškega ven potegniti moškosti. In vidiš, da že po celem telesu, po drži, po strukturi, po načinu, kako govori, vidiš, tukaj noter pa manjka tega moškega dela. Ne? Ja, običajno pa tukaj zadaj ta čustveni cest, ne? Med mamo pa sinom, ne? In pa sin ni smel do konca razviti ta moški del, ne? In pa seveda prevladuje ženski in seveda pa bo on težko bil pristno moški. Ne. Seveda ima pa vsak od nas, tako moški imamo tudi ženski del sebe, ne, svojo našo levo polovico telesa, tako ima ženska desno polovico telesa, ki je pa moška. Sprav, vsi smo lahko sposobni biti eno ali drugo. Struktura pa še zmeraj določa, da je ženska bolj učinkovita v ženskem vedenju, moški pa v moškem, ne pa da je sposobna sam tega. Ne. Ena stvar me ful zanima. Boš imel enkrat tudi moško nastopanje v kakšnem podcastu? A ti lahko eno vprašanje dam za takrat? Čez 2 tedna bo Boštjan Robič. Boštjan, super. A lahko predebatirata z Boštjanom in z veseljem bom poslušala.
Namreč, kje jaz vidim pri moških veliko znakov, je zvrnjena medenica. Medenica takole nadol obrnjena in potem se jim vse tlele poruši. In bolj, ko jim poskušaš jih postaviti, vse, kar naredijo, je in medenica je popolnoma zvrnjena navznoter. V bistvu je kot, da bi te moške spolne organe porinil naprej, da bi kaj drugega pozornost imel, oziroma celotna stvar je takole so porušeni in je center telesa čisto druge, kot bi recimo moral biti. In me ful zanima, če vse kaj v to smer šla vidva debatirati. Ja, no, se tega že zdaj že lahko povem na kratko, da je pač tukaj problem strahu. Ne? Strahu. In zaradi pretiranega strahu pred posledicami svojih dejanj ima kronično povišano mišično napetost med obema pogačicama na kolenih, pa med ključnicama, se pravi tukaj gor. Ne, in pa se zaradi strahu celoten sprednji del telesa stisne in zapre in je v bistvu tako kot pištola, kjer ne moreš petelina nazaj potegniti. Zdaj, če je petelin zablokiran, pa ne moreš ga nazaj potegniti, pa da medenico nazaj potegneš, pa tudi ne moreš ustreliti. Ja. Ali pa Laga primerja z lokom, recimo tem tekmovalnim lokom, ki je zelo močen. Težko ga napneš, pa bi ga dala otroku v roke, ker bi ga hotel, tudi če bi ga hotel uporabiti, ga ne bi mogel napeti in zdaj, če loka ne moreš napeti, ne more puščico in tak moški je v bistvu bil tok dominantno čustvo pri tem moškem je strah. Okay. Zdaj, dominantno čustvo pri moškem je moglo biti pa jeza. To je pa, da je medenica nazaj porinjena, pa imaš pa tiste moške, ki imajo pa medenico v ta anterior pelvis tilt, pravi, da je medenica pa v kontrasmer, da je nagena nazaj. To imajo pa bolj ženske. Ja, do tega, ne? Kardashianova. Ja. Ne, ampak to je pa pomeni, da je aktivirana zelena luč, se pravi jeza in pa medenico nazaj potegne. Samo če to kronično je pa ta oseba enaka napetem revolverju, ki pa ne moreš na petelina pritisniti. Se pravi, je skozi napeta, ne more pa dejansko izvesti. Ali pa, da je lok, da ti lahko lok napneš, ne upa se pa spustiti tetivo, ker se bojiš, kaj se bo zgodilo, če bo puščica odletela v eno smer. Bomo to še zgodili. Zdaj to z Boštjanom, pa še nekaj skozi takole. Veš, se bi hotel ostati, da viš, ko ostane, stala, ne bojo, že vlija, če ne bojo, veš, pa takole stojijo. Ja. Skrivajo, ščitijo, branijo. Tukaj je običajno spet ta čustveni incest. Ker je zanimivo, da imajo moški drugače roke, kot ženske, pred samimi spolovili. Ker ima drugo funkcijo. In ravno to, kar si omenil zdaj glede čustev, strah pa jeza, je ena razlika, ki jo jaz vedno bolj opažam pri svojih klientih, da res včasih imamo občutek, da moškim nastopati je lažje. Zato, ker je najpogostejše čustvo jeza. Pri ženskah je najpogostejše čustvo, ki ga čutimo, strah. In zdaj nekdo, ki nastopa iz jeze, če temu tako rečemo, bo veliko bolj učinkovit, kot pa če nastopa iz strahu. Razen pri ženskah, ki so recimo pa bolj v moški funkciji. Jeza, nastopanje je že samo po sebi agresivno vedenje, ker hočeš nekom nekaj vplivati na nekoga. Zdaj, vpliv na nekoga je pa vedno povezan z agresijo. Za agresijo rabiš pa pol imeti v ozadju jezo. Zato je tudi iz te, verjetno, tisto, kar ste na začetku povedali, da pač ženske drugače nastopajo, pa jim je težje pogosto kot moškim, ker je glihta. A veš, ne vem, če bi rekla, da jim je ful težje, kakor da ima vsak svoje izzive. Ne vem, Nina, bi rekla, da je ženskam ful težje nastopati kot moškim. Iz tega razloga, ki sem ga zdaj omenila, kar jaz opažam, bi rekla, da ja. Zaradi tega strahu pa jeza. Ja, zaradi strahu, ki je globoko v ženskah bolj zakoreninjen vsem kot moškim. Drugače pa nasplošno bi se strinjala, da je odvisno tudi od samih vzorcev, ne posameznika. Mogoče tudi odvisno, recimo, če smo že pri tem, kakšni klienti sploh hodijo k nama. Jaz moram reči, da imam manj žensk kot moških. Mogoče zato težje rečem, da imajo ženske več težav, ki jih imam. Jaz pa jih obratno, jaz imam pa več žensk. Ker recimo, če si prej omenila, kaj imajo moški težavo z zvrnjeno medenico, kar posebej jaz opazam, pa največ delam pri ženskah,
je na spodnjem delu trupa, torej na nogah, in predvsem in vedno več opažam to, verjetno tudi zaradi znanja EQ-ja, ki ga pridobivam, da ne čutijo podlage. Ne. Ali pa da bolj čutijo eno nogo kot drugo nogo. In mogoče kot primer, da povem, ker sem ga ravno prejšnji teden imela z eno klientko, kjer se je res videlo, leva noga jo je točno čutila, bila je stabilna na tleh, točno je čutila, kaj in kako, medtem ko desna noga je bila pa kot da ni njena. Zdaj seveda ne moreš iti v globino, čeprav bi si toliko želela, ne, včasih reči, joj, Ni kaj pa časa kaj na oče, treningu. a ne, kako pa kaj je, ne, Ja. a bi prišli mogoče na kakšen AEQ program ali pa kaj takega, ne, da vedno bolj čute. Ampak v tistem trenutku sem potem ubrala drugo taktiko in tukaj je dokaz, da se z zavestnimi tehnikami tudi da že narediti spremembo. In sem rekla, če bi v tem trenutku lahko stala na neki podlagi, katero podlago bi izbrala? A bi bil to pesek, a bi bil to beton, a bi bili to kamenčki, a bi bila to trava, kje bi stala? In je rekla, v tem trenutku si želim, da bi bosa stala na travi, takrat bi imela stik s podlago. In v tistem momentu, ko sem rekla, ok, zdaj si pa predstavljaj, da res bosa stojiš na travi, je ona ozavestila desno nogo in se je postavila tako, da se je v trenutku naredil kot en tak switch. Evo, to je zdaj to. Rekla, zdaj pa vedno, ko greš na oder, si predstavljaj, se kakorkoli se čuden sliš, ne? Ne, se ne Ampak slišiš si čuden. predstavljaj, da bosa stojiš na travi. In je bila razlika. To je pa glih tisti del, ki ga v bistvu bi jaz pa midve veliko zagovarja v javnem nastopanju. Ne? Ogromno zvira z telesa. In recimo, ko se ukvarjava s strankami, midve začnejo na telesu. Telo, 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 telo. Ko imaš ti telo postavljeno, ko ti služi za uporabo v javnem nastopanju, takrat lahko šele vključiš zraven pravi način govora, mašila, ritme, pauze in fokus imaš na sporočilu. Ko telo moti, ko je nekaj prekinjeno, ko ni vzpostavljene ta pravega pretoka energije, se ti rušijo vsi elementi. To je ena stvar je telo, druga stvar je pa tvoja psihična pripravljenost, ali pa še lepši izraz je v angleščini, v slovenščini žal nimamo toliko lepega izraza. Tvoj state of mind, tvoj mindset. To je pa to, veš, kaj si prej rekel, mogoče se smešen sliš, sploh ne. Ker jaz zelo veliko delam s klienti to, vizualizacija, predstavljanje, razmišljanje. Jaz recimo, ko imam nastope, jaz po en teden včasih, 2 tedna, taki, ki so malo bolj zahtevni, ne to, kar delamo cele dneve vsak dan, to imamo že rutinizirano, ampak nekaj novega, ne? Ja. Jaz po en teden, 2 tedna naprej vizualiziram, kako se želim jaz tam gor počutiti, kakšna mole, kar to in kar postavljam. Veš, sem že noter, ne? To je zelena luč. Ja, zdaj sem v zelenja, veš, kakšno je moje telo, kaj čutim v telesu, če bo napetost, kje je napetost, kako sprostiti to napetost, predvsem pa, kaj želim dati, kako želim delovati. In je ta state of mind. Ampak to je tako, veš, jaz to razmislim v parih sekundah, ker sem že naučena, ker je to že pač neka rutina v mojem delu, ali pa pač znam, ne. Ja. In pomislim, ne vem, največkrat zjutraj, ko si make-up delam. Zjutraj imam svojo make-up mizico in jaz se zjutraj vse zmenim v špegu. In tudi te stvari, se spomnim, v četrtek imam pa nastop in jaz sem za sekundo, 2, toing, tam noter, in spet vizualiziraš. In tako skozi vizualizacija. pripravljaš, Pripravljam ja. se, ja, samo psihično. Vsebinsko se ponovadi en dan prej ali v isti dan. Odvisno, ali dobim tekste, ali moram sama narediti, ali pa celo teče nek proces, mi da se zelo različno z Nino pripravljamo. Ja, ona ima drug pristop, to vem. Ja. Že en teden prej vse dobim. Definitivno. Jaz pa samo takole preberem, recimo tudi, ker smo se menili, kaj bomo mi se pogovarjali. Jaz sem samo takole po diagonali, pa opustim, veš, mojim mislim, da to žvečijo, mencajo, kiparijo, glinirajo in tako naprej. Vse to je uporaba desne možganske polovice, vidiš. A res? Ja, A to je v redu? ne, v redu, ja. To je zelo v redu. In potem
bolj kot ne psihično, kako bom točno tle, kaj bom sedela. Kakšni so občutki, kako se želim počutiti. Pa ne samo to, kar tudi klientom govorim, ne, kako se želiš počutiti, ko se boš usedel v avto v pelu domov. Točno to, Ja. Tudi In jaz to tudi z otroki mojimi delam. Veš, kaj imajo nastope v šoli, isto, ne, kaj želiš, kako želiš, zdaj pa naredila si ta svoje, super si naredila, kakšni so občutki. Ja, ful dober. A se želiš tako počutiti? Ja. Ja, zmanjša strah. Ne? Bolje, ne? Ja. In ta state of mind, ki si ga ti omenila, jaz dam velikrat v obliko, ko pripravljam kliente ali pa jim svetujem, kako se morajo pripravljati v 4K, sem jaz to poimenovala. Se pravi, kdo sem jaz, kaj je moj cilj, kaj je moj namen, kje nastopam, pa zakaj nastopam. In jaz vedno klientom svetujem, ko gremo čez neko vsebinsko pripravo, neko strukturo sporočila, najprej pripravite jedro. Ne uvoda, pa ne zaključka, ampak najprej jedro. Kaj je tisto bistveno rdeča nit, brez katere ne smeš zapustiti odra? Ko imaš ti sestavljeno vsebino jedra, potem uvod, pa potem zaključek. Ker v bistvu uvod mora biti, ali pa naj bi bil zelo močen. V uvodu ti trg vržeš. In če ribo zahaklaš, imaš ogromen časa, da razlagaš jedro. Če boš mlaho medlo začel, boš lovil stranke, boš lovil poslušalce. Tako da jedro se to za na koncu pusti, da ti najprej veš, kaj sploh hočem povedati, kaj je point. In poli znotraj tega jedra rečeš, tale stvari bo pa zagrabila. In tak narediš uvod. In pol zaključek tudi, velikrat ljudje mislijo, zdaj sem pa že konc. Pa zaključijo hvala za vašo pozornost. To je, kot bi veš, japonska katano vzel, pa tako naredil, odsekana pozornost. Tako kot pri povratni informaciji, ampak. To je tako. Dej neko misel, neko food for thoughts, neko motivacijo, klic k akciji. Neka pika na i, da gre človek ven, še malo to. Malo mlinčka. Še malo mlinčka in malo razmišlja o teh stvarih. Veš, zelo velikrat ljudje pridejo pa nastopajo v smislu, da v uvodu povejo, o čem bodo govorili. In potem v jedru, kar je zapovedati, in zaključek, o čem so govorili. Kar pomeni, da trikrat poveš eno isto. Predstavljaj si recimo, da prebereš eno dobro knjigo in ti v uvodu pove, o čem bo govorila. Dolg čas. Mora biti nek zaplet, nekaj se mora zgoditi, ne? Ali pa da ti v zaključku knjiga opiše, o čem je govorila. To je dolgočasno. Zato midve vedno učiva, predvsem pri prodajnih nastopih, pa pri predstavitvah, kjer je potrebno navdušati, da se v uvodu pritegne pozornost, zbudi interes in v zaključku, tako kot je že Anja omenila, neka misel, nek citat, neki, da mal enega tacga žmohta ustane. En taka kratica v angleščini je WIIFM. What's in it for me? To mora biti v prvih parih sekundah jasno za poslušalca. To lahko v dobri gostilni vidiš. Ne? Najprej dobiš pozdravček z kuhinje, na koncu si dajo pa sladico. Ne bo še ul štamprle, do popotnice. Sladica je še del menija. No, jaz to tako vidim. Najprej jih pritegne tista zgodba, ki ti jo dajo skozi neki malga, pa seveda jasno, če je pozdravček z kuhinje edina dobra stvar, ki ti jo dajo, pa itak, da ne bo dobro. Pa niti do sladice ponovadi pršel ne boš. Če je vse super, pa je sladica ni dobra, spet ni dobro. Pa ti to štamprle, recimo, da ti vkus popravi, ni glih fajn. In pa seveda vidiš, da ta princip je itak skozi enak. Ogrodje, skelet. Skelet, ja. Kak pa prej ste že tudi nekaj omenili o različen odraz družbe do žensk pa do moških, ki nastopajo. Kako bi to definirali bolj točno? Bolj točno? Ja. To je kar težko točno definirati. Okay. Ne, bolj točno, jaz rekel točno. Ja. Zdaj, odnos, veš to, ko smo prej že malo govorili o tem, ne? Recimo, če gledaš ti 20 let nazaj, so ženske igrale izrazito moško vlogo v poslovnem svetu. Ne? In to se je zdaj kar mnogo let začelo počasi malo brisati. Ne? Hkrati je pa, zato ker se je začelo to brisati in prihaja bolj ženska vloga v ospredje, pripeljali zraven pa še druge faktorje, ki so tudi obremenilni za ženske. In sicer vse tole. Oblika.
kako Videz, izgledamo, podoba. kaj zdaj damo na sebe, koliko damo na sebe, a damo na sebe, a se primerno oblečemo, a se za nas primerno oblečemo, ker če ženska se ne počuti v redu na nekih pomembnih zadevah, je to dodaten glas, ki jo trka in jemlje pozornost, hkrati pa lahko tudi samozavest in odločnost. Veš, kaj moškim je simpel, sploh v poslovnem svetu, obleke od bele do črne, razen tistih kričečih barv, pa še to nekateri, a ne? Srajce od bele do črne, kravate od tudi tistih nekaj bolj umirjenih tonov. Pa mogoče so kreativni pri čevljih pa pasovih. Veš, in moškim je simpel, veš, tole obleko, tole srajco, tole kravato, piči, a ne? Ženskam, pa kako, pa kakšen make-up, pa koliko ima gub, pa a se je že postarala, pa kile gor, pa kile dol. Mislim, to je že sam en dejavnik, s katerimi se ženske tudi ukvarjajo, zaradi česa pa jim je dostikrat veliko težje. Ker mene ogromno moški zelo redko vpraša, kaj naj oblečem. Ženske dostikrat vprašajo. Poje pa še tukaj vprašanje. Visoke pete, ja, visoke pete ne. Ja, pa če imam visoke pete, pol nam tako stabilna. Što je pa zdaj, če ni stabilnosti, če ni stabilnosti v telesu, ni stabilnosti v umu, ker mi z Nino pa tudi že ves čas govoriva. Veš, obstaja ena taka zelo pomembna trojica, ki je ves čas povezana med sabo. Ne? Vse, kar se dogaja v mojem telesu, se odraža v mojih mislih in se odraža v svojih čustvih. Če na katerem koli elementu začne nekaj pešati, to je tako kot spirala, sam tako te dol vleče. Ne? In lahko je to že sam zunanja podoba in zunanja obleka. Že ena stvar. Pa so pa tle zdaj pričakovanja publike. Boš kar ti prevzela. Koliko se od žensk pričakuje in kaj ne pričakuje. Imam tako občutek, da bo drug let na seminarju AIKO metode. Imaš, ne? Ja. Zakaj imaš tako občutek? Ja, ne vem. Bom videl, ampak se redko motim. Zdaj se veš, ne, lahko gremo na moško energijo, ali ne, je to ženska energija? Ne, za nalašč ne. A ne, to je moška. Moška. To je bil sam... Čeprav škodožljivost je bolj ženska energija, ni? A veš, kaj mislim? Je kar pri obeh, samo ni različ. Se pravi, pri moškem je bolj hitra, pri ženskem je pa bolj dolgo trajna. Odmukla. Ja, so prvi pa tretji Newtonov zakon. Pustiva se presenetiti. Ja, seveda. Nimam pojma, ne moram ti reči ne, ja, ne. Pustimo, ja. Sam komentiram, tudi da je zabeleženo. Zdaj sem pa jaz zgubila sploh point vprašanja. Meni si predala besedo. Ja. Da ona pove, kaj več o družbenih pričakovanjih izven zunanjega izgleda. Izven zunanjega izgleda. Mogoče bi dodala to, kar si glede obleke povedala. Zelo pomembno je, da v obleki, ki jo nosiš medtem, ko nastopaš, da se v njej dobro počutiš. In to je bistvo, ki ga jaz predajam predvsem svoji ženski populaciji. Drugače, kar se pa tiče pričakovanj družbe, imam pa občutek, da so včasih ta družbena pričakovanja tako močna, da tako močno vplivajo na žensko, da če jim želi ugoditi na nek način, je to definitivno pot v izgorelost. Tako da bi rekla, recimo tudi povezava s perfekcionizmom, jaz imam in sem imela več, sicer v preteklosti, skušam vedno bolj imeti pod kontrolo perfekcionizem, ampak sem nagnjena k perfekcionizmu. Zdaj danes razumem, da je perfekcionizem mi bil toliko zelo pomemben, predvsem zato, da sem urejala okolico, pa da je bilo doma pospravljen, da sem entropijo zunaj v okolju urejala, ne pa znotraj sebe. Zdaj danes vidim, da je bolj pomemben, da jo urejam znotraj sebe, kot pa tisto v okolici. In te pritiski, jih jaz vidim na ženske, so tako močni, da se zaradi tega ustvarja notranja napetost in se ne čutijo. Že prej smo pa rekli, kaj to pomeni, če se ženska, ko se ne čuti, torej ne čuti besed, ki jih izgovarja, ne čuti sebe, ne čuti svojega partnerja, ne čuti svojega otroka in si ne more zaupati. Zaupanje je pa tisto bistveno, če želimo mi biti asertivni v komunikaciji, če želimo res navzven dati del sebe, pa sploh dovoliti ljudem, da nas začutijo, pa da začutijo naše besede, pa tisto, kar želimo deliti. Je pa res, da te zunanje občutke ali pa pričakovanja drugih do žensk si največkrat ženske ustvarjajo same. Ker če tako pogledaš, recimo, rečemo ena konferenca, kamor pride toliko in toliko ljudi. Ko pride nov govorc na oder, se ponavadi ljudje usedejo in si rečejo sam,
Da vidim, kaj slišim. Sploh ni teh pričakovanj, kakor tisti, ki stoji na odru, si jih sam ustvarja. Ne? In tukaj je ena stvar, ko si ženske velikokrat same ustvarjajo to, a bom dovolj dobra, a bom dosegla nekim, ne vem, standardom, a bom pokazala svoje znanje. In se velikokrat zgodi, da se zatečejo v strokovnost, s tem pa zgubijo dušni del. Torej to pristni del, ker važno je, da si strokoven. In tudi jaz mi dostikrat govoriva, ne veš, biti strokoven ali pa strok, ali pa biti strokoven, pa resno, to nima nobene veze med sabo. Ne. Druga stvar pri ženskah... Če smem, sam to, kar velikrat ljudje, če dopolnim, mislijo, da s strogostjo bodo dobili strokovnost. Nema veze. Pa ni. Še posebej pa se to pri mladih ženskah dogaja. Torej starost pri ženskah je tudi odločilnega faktorja. Jaz sem pred kratkim delala z eno predsednico uprave, ki je bila zelo mlada in popolnoma upravičeno na svojem mestu, pa še vedno je tlele vzadje takole trkalo, ne? Moški pogledi, kako si prišla do te pozicije, a si dost kompetentna in kaj se je zatekla? Ja, moška energija. Žensko energijo pri mladih letih, torej tudi starost, če tako gledamo, dojemanje okolice, da ocenjujejo žensko tudi glede na starost samo, koliko, kaj, kako, je tudi kar močen faktor, no? Z leti tudi upada moč volje. Ne? V kakšnem smislu misliš? Tako kot je rekel, izgorelost, utrujenost. Ja. In pa moč volje pada in se moč telesa veča. In pa je ženska z leti vedno težje se vede po moško, recimo. Ne? Ali pa po žensko. Ja, odvisno kak telo ima. Večinoma imajo bolj ženski telo, in pa je vpliv telesa na njeno vedenje močnejši. So pa zraven še zamere, razočaranja in pa ta žensko vedenje ima seveda tudi negativen aspekt, postane zlobna in pa to začne vedno bolj použaljena. Žleht, za noč nam prišla. In pa seveda, ko gledaš, če mora tako delovati, zdaj, če tebe nekdo obsoja, je to napad na tebe. Zdaj, če te napada, se moraš ti braniti. Obramba je pa primarno v levi možganski polovici, se pravi moški pristop. In seveda je pa logično, ko si razlagala, da se je mogla postaviti v moško vlogo. Ker ženska vloga bi jo njeni okolica, ki je pa seveda poslovneži, so že tako bolj agresivni, imajo zelo malo usmiljenja ali pa sočutje ni na tej strani, kot se te razumem, ali pa da bi te ljudje začutili, da imajo dejansko opravka z žensko, ki ima moško funkcijo, pa nima druga, realno instinktivno gre v moško vedenje. Ker pa seveda, če to dolgo dela, pride spet do tega, da se potem spremenjena funkcija zahteva spremembo strukture. In pa če mora imeti recimo ženska dolg časa spremenjeno funkcijo, da uporablja moško vedenje, pa ta sprememba funkcije pritisne na njeno telo in pride do spremembe telesa in njene strukture, kar pa pol vodi v bolezni in cel kup težav. Tako da je tukaj spet ta povezava. In se mi zdi, da pozabljamo, zelo velikokrat vidim pri klientih, ko rečejo, kaj pa če pozabim, Nina, ko pridem na oder, kaj pa če pozabim? Ali pa vmes, kaj pa če se zgubim? Vedno se vrni nazaj na 4K. Kaj je tvoj cilj, kaj je tvoj namen, kdo sem jaz, zakaj nastopam, kje nastopam? In v tistem ključnem trenutku jaz vsakmu rečem, oni ne vejo, kaj imaš ti pripravljen. Sam ti veš, kaj imaš pripravljen. Če gremo pa še korak nazaj, se najprej pogovoriš s klientom, kaj misel na to, kaj pa, če se mi to zgodi, kaj to pomeni, kam te pelje. To je tako, da greš ti takole po ledeni cesti, ti začne avto drseti in ti rečeš, sam ne v ta drevo. Ja, kam češ drgam kao ta drevo? Torej, cela tvoja bit gre proti tem. Torej, če razmišljaš, sam da se ne zmotim, sam da nimam blackouta, to je tako, da vrata odprl temu.
Kar pomeni, da to je neka zgodba, ne vem, se je že kdaj delila črni beli volk tlele? Ne. Jaz vedno povem zgodbo v črnem pa belem volku, jo poznaš, ne? Ko je star indijanski poglavar včeraj, ki razlaga o svojemu vnuku, veš, dragi vnuk, v vsakem človeku se v določenih trenutkih življenja bije bitka dveh volkov. En je črn, ki predstavlja vse, kar je negativnega, negativne misli, jeza, žalost, panika, strah in tako naprej. In v istem človeku je beli volk, ki predstavlja vse, kar je pozitivnega, želja, pogum, upanje, hvaležnost, ljubezen in tako naprej. In ta dva volka se med ves čas takole med sabo tepeta, ne? In vnuk kot vnuk, ki je radoveden, reče pa dober dedine. Kjer pa zmaga, pa prav dedek zmaga pa tist, ki ga bolj hraniš. Torej, če grem jaz z razmišljanjem, kaj pa če se zgodi to pa to pa to, kaj pa če bo to pa to pa to, kjer ga volka hranim? Je črnega, pojedu me bo. Po drugi strani pa črn volk ima funkcijo pri nas. Funkcija je opozarja me na nevarnosti. Torej, meni reče črn volk, kaj pa če se zmotim, ampak v tem istem trenutku mu moram reči, hvala lepa, da si me spomnil, zdaj pa tukaj čiči pa čaki, prostor, pojď spat. Beli, kako bova rešila, če se nama to zgodi, kaj bova naredila, kako bova šla čez to oviro, ali po drugem razmišljanju, pa zakaj sploh razmišljala, da bi se zmotila, ne bova se zmotila. Deva pa še predvideti, kaj pa narediti takrat, ko se zmoti, če se to zgodi, ne. Torej, da nagovarjaš in nagovarjaš tega belega volka, ne. Jaz se spomnim, golf je ena taka super prispodoba, veš, golfisti, ko je pred njimi voda. Če gre tvoja misel sam ne v vodo, ja, direkt na uno vodo grejo, ne, tja noter. In v javnem nastopanju je to upravljanje z mislimi, to je to, o čemer jaz rečem, psihična pripravljenost, state of mind, miselnost, tista, na kateri moraš zelo veliko delati. Ko imaš to postavljen, ko znaš upravljati s temi volkovi, ne more en zginiti, vse ima funkcijo, reče mi, halo, pazi, daj pripravi se, daj razmisli še enkrat, da znaš pol ti s tem upravljati, menedžerirati to in da se znaš postaviti in odgovoriti na 4K in tako naprej, je state of mind. In hkrati se zavedati predvsem tudi tega, da nikoli ne bomo všeč vsem. Ja. Zdaj si mi odprla eno misel, ko si omenila črni beli volk pa zgodba, če poznaš, pa ne bi šla sicer v detajle. Ne, to je lušna, a imaš rad zgodbice? To je to boljš, kar je. Daj to povejno, to je to ključna ta zgodba. Ne? Gre o zgodbi o očetu in sinu, ki sta gnala osla na sejem. Poznaš? Slišal Brodat, kdaj? Več je teh zgodb. Povej. Ja. Sej, če jaz poznam ali ne, je važno, da se to snemamo za gledalce, ne za mene. Ne. Oče pelje svojega sina z oslom do ene daljne vasi, kjer morata tega osla prodati, ker jima predstavlja prevelik strošek. In ona dva sta se odpravila na to pot in najprej oče reče svojemu sinu, dej, ti se zajahaj tega osla, jaz bom pa zraven hodil, ti si še mejhan, da ne boš toliko časa hodil. In sta šla. In prideta do prve vasi in seveda vidita to in uno in tretje se dogaja in potem slišita eno starejšo gospo, ki tam sedi na eni škarpi pa reče, poglej ti tega mulca. On gor na oslu, oče pa zraven komi diha. In potem oče to slišne in reče, joj, sine, dej pej ti dol iz osla, ne bom šel jaz gor, ga bom zajahal, pa ti si še mlajši, pa imaš mlade noge, ne, ti lahko malo več hodiš. In sta šla naprej do druge vasi in prideta v drugo vas in spet vidita to, ono, tretje in spet ena gospa, ne, reče, poglej ga ti tega starca. On takole ležerno gor na oslu, ta malo pa zadaj za njim teče. In spet ni bilo prav, ne. In potem se to nadaljuje in da skrajšam, v tretjo vas prideta na način, da gresta oba dol z osla in osel hodi sam, one dva pa zraven njega, ne, in komentirajo seveda spet, pa poglej, kaj sta ta dva, se opravičujem, bedaka, ne. Če ima ta osla. Osel sam hod, one dva zraven in potem v četrti vasi, potem sta se odločila, ne, zdaj pa morava midva to nekaj spremeniti in gresta oba gor na osla in v četrti vasi spet pa poglej, ta dva pa uboga žival, skratka navek zgodbe je, nikoli ne bomo ustrezali vsem ljudem. In tukaj bi rekla, da je res tista pristnost vsakega posameznika, ki sem jo prej omenila, da takrat, ko čutiš sebe, ko čutiš besede, ko si dovoliš povedati na svoj način, tako kot v danem trenutku čutiš in misliš, takrat si zase v tistem trenutku najboljši in si pristen. Ja,
ta zgodba, ne, ki se predala o belem pa črnem volku, ne, če se tukaj ajko aspekt dodam, ne. Je dejansko bel volk, če ga hraniš. Zdaj večina ljudi si to pol predstavlja, torej moram belega volka hraniti. Črni pa se strada. Ne. Ali pa moram se ukvarjati bolj z belim volkom, pa čim manj s črnim, ker je on neprijeten, smotan, nemaren ga, nevaren je pa tako. Tudi ne. Ja, no, se vemo, ne, ja, ampak kaj v praksi se dogaja, ne, ampak dejansko je bel volk predstavlja napredek, ne, črn volk pa tradicijo, tisti, ki je od zadaj, tisti, ki je bilo. Bel volk je prihodnost, črn preteklost, ne. In zdaj, seveda, kaj se zgodi, da če preveč se obremenjuješ pa ukvarjaš z belim volkom, pride do prehitrega napredka. In tam pa v bistvu je vedno večja nevarnost, da se ti bo zgodilo nekaj, ker si na neznanem področju, nimaš izkušenj, greš naprej, razvija se, človek bi rekel super, ne, to je pa krasno. Ampak v bistvu si vedno bolj na neznanem področju in potem seveda črn volk upravičeno dobiva na moči, ne. In seveda, tukaj imamo pa pol podzavest. Ja. In ti ga ignoriraš, ker se fokusiraš na belega, ker jasno imaš več od njega, ne. In pol ali te ne ustavi dovolj zgodaj, kar se posebej zgodi pri mlajših, ker pri mlajši, ko si lažji forsiraš belega volka, pa manj črn vpliva na tebe, ne, pa ko si starejši, pa črn volk dobijo vedno več moči, bel pa počasi, ker kje je catch je ta, da je bel volk je bolj v zavesti, črn je pa bolj v podzavesti, pa v telesu. In če gledaš, kaj ima večjo trajnost, pa kaj je bolj normalno, je črn volk. Ker če gledamo zgodovino človeštva, vidimo, da je veliko več črnega kot belega. Seveda se nas ščiti, ne? Ja, seveda, ne. Zato jaz vedno poudarjam, ima funkcijo, ne mož, da ga ni. Poleg tega jaz tudi vidim, vse v življenju gre plus, minus, yin, yang. To je kontrasti, ne. Kontrasti, komplementarnost, bipola. To je, ne mož sam eno ali pa sam drugo. Ne? Ja. In tukaj dosti ljudi naredi napako, ki poskuša tega črnega volka odmisliti, pustiti za sabo, obrniti na list, reči, to je bilo, to me več ne zanima, jaz gledam v prihodnost je lepa, svetla in nekaj časa lahko tudi, če imaš dosti volje, tudi greš v to lepo, svetlo prihodnost, pa te pa tam počaka pa nekaj zelo velik črn volk, ne, in te lahko tudi pojene. Zato tudi midve v delavnicah pozitivne naravnanosti prava. Pozitivna naravnanost ne pomeni, da boš od danes naprej ti sam pozitivno razmišljal, ne. Ampak da imaš, veš, to pa kratkoročno kaj laufa, mi želi ne. povedati ta črn volk, mečkan kako globje, zdaj to ne, s tem naredim. Kjere so avtomatične črne misli, veš, kaj jih imamo ljudje, že kot neko avtomatiko in tako naprej, ne. Veliko globje treba iti, Nekak glavni namen ajko je pa glih to, da delamo update na črnem volku. Ja, seveda. Da nas ne varuje pred stvarmi, ki jih v bistvu niti več ni, ne. Ne zna nas pa obvarovati pred nečim, kar pa zdaj obstaja, pa recimo prej ni bilo, tako ko se reklo mikrofon ali pa javno nastopanje, tako recimo, ker zdaj tako javno nastopanje, ki ga imate vedve zdajle tukaj, ne, 20 let nazaj ni obstajal, ne. No čak, jaz sem bila takrat še na televiziji, tako ne, podcastov. Na podcastu ni bilo, ne. Čeprav to je kaj en studio, veš, meni, jaz sem doma počutil. Ja, sem recimo 20 let nazaj ne bi imeli smisla tak studio sploh narediti, ker ne bi YouTube bilo, ne bi internet dopuščal take stvari in kaj smo pa, ne, če si hotel javno nastopati, smo biti na televizijo ali pa na radio ali pa na neko prireditev, ne. Čeprav, ne, tle pa bova midve spet malo dodali, veš, prosim. da ljudje rečejo, veš, jaz nastopam samo enkrat na let ali pa jaz imam eno konferenco na let javno nastopaš. V bistvu, ne, smo pa mi vsi po poklicu govorci. Ljudje nastopajo vsak dan, pa se tega sploh ne zavedajo. Že pogovor 1 na 1, mogoče že med 2 sodelavcema, so zaposleni šef, to je vse že nastop. Začeva že sandvič kupiti, ne. Ja, enkrat sem prebrala, da začnemo nastopati v trenutku, ko se zjutraj zbudimo pa pogledamo v špegel. Tako da mi nastopamo vsi vsak dan, samo da ljudje delajo zelo močno ločnico, veš, a sem 1 na 1 ali zdaj pa nastopam. In polka nastopajo, tako eno tako tipko pržgejo in ti povem, od vratu dol ni moje. To, kam ne s tem delam, veš, tukaj prije pa do teh
izzivov uporabe telesa v javnem nastopanju, ne, ker dejansko pritisnejo to neko umetno tipko. In pol to dostikrat rečeva z Nino, ko kdo reče recimo, ja, sej, a veš, 1 na 1, lej, jaz tam nimam nobenih težav, prodajni nastop, jaz tam super, ali pa znotraj moje ekipe, ful dober, lej, med nobenih težav. 10, 15 drugih, 100 ljudi. Čist nekaj drugega. Pa jaz rečem, kaj pa je razlika? No, je, Veš, pritisk je drugačen. Definitivno. Ja, sam probamo vleči usporednice. Ne. Tako da, veš, kaj si ti prej omenila tole trava pa podlaga, ne. Da pridejo ljudje v stik s telesom, pa lahko tudi malo predebatiramo, kje vidva izzive v telesih, pri ženskah, moške smo se dotaknili z medenico. Velikokrat iščemo usporednico, ker nimamo možnosti to globino, iz nečesa, kjer se oni dobro počutijo. Jaz največkrat vlečem to iz športa. Veš, in pa rečem nekomu, kaj radi počnete v prostem življenju, kaj radi, s čim se radi ukvarjate. Pa kdo reče, ne vem, hodim v hribe, en reče, ne vem, fuzbal igram, ena dama reče, plešem na drogu ali pa pilates hodim in tako naprej. In pol jih prosim, če mi pokažejo telo, ko hodijo v hribe, kako izgledajo in se tam sprehajajo čez najino sobo. Da vidiš, ta prvič tudi slučajno še niso v hribih. In pa rečem, niste v hribih. Kako je, ko ste v hribih? In to je, ko začnejo postavljati, dobivati energijo telesa, kako gledate, veš, ko greste gor, tik pred vrhom ste, ne? In pol probaš te stvari prenašati v situacije, kjer niso vajeni. Enako nastop, če ti je pred 5 udoben, ima isti šmoranje skoraj kot pred 100. To, da si ti pod večjim parom oči, je spet state of mind. Ja. No, zdaj, pravi, ko je to, kar razlagaš, so take hitre rešitve, ne, Quick fixes, absolutno. ki rabiš 5 minut, 10 minut, 1 uro. Ne. Ja, vprašanje, ne, včasih tudi ne rata. Sem veš, v tistem trenutku... Poskuša se tudi več, se je rekla, prišla je k njej, imela 1 uro časa, kaj zdaj, Točno recimo, to. če bi nekdo prišel k meni z nekim kroničnim problemom, pa bi rekel, da ima 1 uro časa, da to zrihta, jaz bi mu rekel, nima mozaiku en kaj narediti, ne, pejt kamorkoli drugam, pejt na masažo, pejt k trenerju, pejt k coachu, ko je ono, zakaj imaš ti take probleme, pa zakaj se ti ponavljajo, saj ni sam težava pri javnem nastopanju, ali pa tam se mogoče najbolj vidi. Pa vidiš, da ta oseba, če ima tam težave, jih ima pa tudi še nekje drugje. Ne? In pa gledaš celo sliko, zato pa rabiš veliko več časa, oziroma mora tudi sama oseba vložiti bistveno več časa, predvsem zato, ker pravi, ko jo gremo spreminjati vse. Oziroma ne mi, ona. Stranka se odloči, hočem narediti celostno trajno spremembo, torej se mora ukvarjati hkrati z zavestjo, telesom in podzavestjo, pa še z okolico. In to je pa toliko kompleksno, da v 5 minutah nimaš kaj, ne? Se to bi prej Nina rekla, 1 uro imam, kaj ne naredim. Opolnomočiti, nahraniti belega volka, to je to. To je to, to je vse, hitre kar narediš. rešitve daješ. Črnega daš v kletko, belega nafotraš, sem pol problem, ki tukaj se pa zgodi dolgoročno, da ko enkrat to probaš, pa viš, da laufa, ne, pa se navadiš, da belega volka zapreš v kletko, ali črnega volka zapreš v kletko, belega pa hraniš in pol bo, pa prije tako en eksperiment sem gledal, so dajali 2 opice so bile v kletki, vsaka v svoji in so jim dajali zele za jesti, ne, in sta obe jedle tisto zelje. Pa so pa po določenem času z eni opici začeli dajati grozdje, drugi pa isto zelje, ne, in recimo zelo kmalu je ta opica, ki je dobivala zelje, razvila takšen gnev, da je hotela raztrgati ono, ki dobiva grozdje, čeprav je bil stisk, ki jih je hranil kriv. Ne. Zdaj, če ti črnega volka tako zapiraš v kletko, ne, ali pa v sobo, pa ga postane, in pol v določeni trenutku, ko najmanj pričakuješ, te bo ugriznil. In to tisk, to mi je ful ostal, ko je bil pol ta Denzel Washington je dal en intervju po tistem, ko je Will Smith klofutnil. En je rekel... At your highest moment, there is when the devil will come after you. Tako, in tukaj v bistvu z drugim besedam, je Will Smith črnega zapiral, belega hranil,
kratkoročno je šel gor, ne. Dolgoročno ga je pa pol črn počakal tam, ko je bilo najmanj treba in me naredil pol. Jaz sem se kar naježil, Ja. res, to mi je bilo pa tako sem jaz zdel, kjer hud rek, je rekel Denzel Washington takrat. Mislim, da je to z Biblije celo, se nisem Ja, ziher, ampak verjetno, praksa, saj sej je to zelo- v Bibliji je pa par 10.000 let prakse, ne, in Ja, pol ja. principi, ki so noter, vidiš, da Ja. delujejo, samo Ta če jih. prav stavek v pravem trenutku. Ja. Ne, ni, mogo bi ga povedati pred Ja. podelitvijo. Preden se to zgodilo. To bi bilo, ne. Kdo bi pa vedel, a veš, Ja, da bo ne. takrat ne. Pa ker sploh ni bilo nič tazga, ne, res, takrat je ta volk je pri njemu eksplodiral, ker Ja. spet ni bila taka situacija. Pa recimo, če se bereš to, kar imajo s tem Puff Daddyjem, ne, v Ameriki, Ja. pa vidiš, da ta črn volk je pri teh ljudeh zelo velik, ne, in Ja. igrajo pa, kot da so sam na belem volku, ne, ker je pa spet iluzija in pa se v vsakem preslej se podre, ne. Ja, pa korupcija, pa Ja, in No, pa še telo, te- ne, in tukaj govorimo pa o spremembi telesa, ne, in pa, ko vedve se, kakor razumem, ukvarjate bolj s spremembo zavesti, ne, state of mind, zdaj, koliko se lahko to prevedeš, ali tukaj tudi, ne, ker iz moje prakse, vsaj je spremembo podzavesti je večleten proces, ne. seveda. Ker zdaj state of mind, sploh verjetno to bolj, tudi pristopi so bolj ameriški, ne, ali ne. Ne, veš kaj, mogoče se ti zdi samo zaradi same besede, ker v slovenščini res, kaj je to stanje duha, veš, Naše tako, stanje duha, psihična Ja, pripravljenost. sem Ni- duh pa ni- mind. A veš, ni ta prave besede. V Angleško je bistvu duh, spirit, ta ne. stanje duha ali pa state of mind ali pa psihična pripravljenost, to je nekaj, kar sem jaz na začetku danes začela razlagati. To je tisto, kar se je meni oblikovalo v 14 letih televizijske kariere. Pa ne sam, veš, ker nisem takrat, Pa je ko to sem celostno, zaključila ja. televizijo, sem še vedno in še dan danes vodim določene dogodke. Veš, to je takrat meni rasel, ker sem ugotovila, tukaj je ključ. Tukaj je noter ključ. Ker kaj je recimo največji strah treme pa javnega nastopanja? Da ti telo začne reagirati drugače, kot ti hočeš. In kar naenkrat noter, na različnih Zamrzneš, koncih razpadeš, igrajo. In se sesedeš. začneš sprašovati, kako znač, padali z neba. In se tega ljudje ustrašijo. S tem state of mindom ali pa s psihično pripravljenostjo, pa sem jaz pripravljena, mene bo tudi stresalo, meni se bo tudi noga zatresla. Jaz dostakrat rečem svojim ljudem, meni se tudi še noga zatresa na odru. Kaj tebi? Ja, meni. Ja, meni. Pa tle imam cmok, pa tle imam cmok, ampak jaz znam to sprocesirati, jaz se tega ne ustrašam. Ljudje se bo ustrašil, kakšni mislijo, kar umrl. Res? Lahko, ne? Tem lahko rečeš črn volk, ne. Ali ga ignoriraš, pa pol pride takrat, ko je najmanj treba, ne. Ali se pa z njim ubadaš, pa ga dresiraš, pa ga spreminjaš. Treba ga je trenirati. Ja, in pa mu lahko, ker kaj je Sedi. point, ja, kaj Ugrizni je tako, ja. prostor. Ker po moje je point črnega volka, da mu lahko zaupaš, kljub vsemu, da se ti zdi, Pa da ga imaš tudi rad. Ja, se te opozarja na napake, ne, hkrati. Seveda. ker pomeni pa, da moraš biti tudi do njega odgovoren, da mu lahko zaupaš, ne. Ker zdaj, če se pa do Tako. njega grdo uvedeš ali pa ga poskušaš skrivati, ne, pa zapiraš, odrivaš od sebe, pa mu ne moreš zaupati, niti on, ker je on vedno bolj jezen na tebe, lahko rečemo, ali pa lahko rata žleht, kako se rekla, ne. Zdaj, če imaš ti osebo, ki je žleht, ni dobro zaupati taki osebi, ker boš pa dobil nož v hrbet, ne. Najprej ga moraš vzljubiti, ker to, kar ti vzame, to ti tudi da. Ja. Ker zato si danes tle. Tako, kakršen si. Nina, kako bi razložila vpliv čustvene zrelosti na nastopanje ali pa na komunikacijo? Jaz bi rekla, da s tem, ko dvigujemo čustveno zrelost, kar pomeni, da smo sposobni upravljati z močnejšimi čustvi in občutki, ki jih imamo znotraj sebe, da smo lahko tudi veliko bolj učinkoviti tudi pri tremi, ki jo obvladujemo. Ne? Ker tremo se moramo zavedati, da sta dva izvora, en je telesni in drugi je duševni, in s tem, ko ti dviguješ svojo čustveno zrelost in tudi zmanjšuješ senzorno-motorno amnezijo, se bolj čutiš, bolj verjameš v vsebino, ki jo podajaš, bolj si zaupaš, in zato je tudi lahko to eden od korakov za zmanjšanje treme in hkrati na drugi strani potem tudi za povišanje samozavesti. Kako pa telo na to vpliva? Ali pa kako vidiš, ali pa kako obe vidita pri
v delu s klienti, kako se njihova težava pri javnem nastopanju pokaže na telesni ravni. Na medenično smo že rekli, noge delno tudi, kak je pa pol recimo z glasom, z rokami, sprav, kakva je vaša praksa, izkušnje s tem delom vašega dela. Ja, zdaj zelo hitro se mi zdi, da kar prepoznava, takrat, ko je trema prisotna. Postal pred naju, je že tako, trema. Že napišeš si, ne, opombo, da je vidiš, trema. kje približno, pa kaj se zdaj dogaja. Ja, zelo hitro se vidi, zelo pogosto pa tudi klienti že sami pridejo z neko namero, da si na nekem področju pomagajo. Ampak predvsem bi rekla, zdaj kako jaz opazim pri klientih, pa ni nujno, da moj klient. Tudi če nekam grem, pa na neki prireditvi recimo opazujem, se zelo hitro opazi predvsem par dejavnikov. Eno je izogibanje očesnemu stiku, zato ker takrat, ko se izogibaš očesnemu stiku, zdaj zelo pogosto jaz opazim, da ko se naše oči sprehajajo zgoraj po stropu, ker je to naš vizualni spomin, da se oseba skuša spomniti nekaj, kar ima vnaprej pripravljeno. Zdaj, lahko je to naučeno na pamet, kar smo že, se mi zdi, da prej omenili, ne, da potem ni vdahnjeno življenje v vsebino, ki jo podajaš. Potem poleg očesnega stika so velik pokazatelj lahko tresenje glasu, tresenje rok, nog, utripanje obraznega živca. To je bila moja izkušnja s tremo, ko sem jo jaz imela, predvsem pred določenimi posamezniki. Potem sigurno potenje, dihanje zelo vpliva. Rdečico imajo kakšni zelo močno, ne? Na kar je težko vplivati in spremeniti. Ne? Ja. Pa kaj še, veš, tako, kad celo telo kaže, v bistvu čutiš, da nekaj noter v telesu ne štima, da neki migeta, brbota, da je vse tako mehko, veš, ko je šibko, mlahavo, veš, da ni moči znotraj telesa. Pa to midve po moje ful hitreje vidva, kakor marsikdo drug. Ne? Mogoče kakšni ljudje tega sploh ne vidijo toliko. Ja, marsikdo niti lahko ne opazi, ne? Pa se lahko iz drugega zornega kota hitro vidi. Zdaj jaz recimo v takih primerih prva stvar, ko jo delam s klientom, preden grem na tremo, je, da mu predvsem predstavim neke tiste druge stebre naše komunikacije, kako postaviti govorico telesa, kaj z glasom narediti, kako strukturo sporočila speljati, zato ker so to stvari, ki se jih predvsem recimo govorica telesa, pa struktura sporočila je nekaj, kar se hitro da spremeniti. In potem včasih je klientu že dovolj za tist začetek, štart, ker tukaj moramo zelo paziti pri treningih, ko jih delamo, da ne gremo v 1 uri ali pa v 2 urah, kakor imamo na voljo predaleč. In ko izve recimo že glede svoje govorice telesa ali pa strukture, kaj za spremeniti, že se mu dvigne neka motivacija, že dobi en občutek, ok, se ni toliko švoha, ne, kakor sem mislil, in je včasih že samo to, da dobijo neka dodatna znanja ali pa dobijo nek okvir, kako naj bi bilo, oziroma kje so tisti neki okviri meje, da bo on dobil potrditev, ok, prav imam roke postavljene, pravilno gledam, dobro stojim, da dobi že neke tiste kljukce, no, če temu rečemo, da je za začetek, za štart dovolj. Zato ker ukvarjati se s tremo, pa ukvarjati se z glasom, je treba iti majčkeno globlje in se ne da takoj. Predvsem pri glasu recimo se najbolj pogosta napaka, ki se jo sliši, so mašila, zaključevanje stavkov, da ljudje ne delajo pik. Zadnja štenkca, kar res pilaš, ne, so še tiste mašila, pikice, ampak moš toliko prej stvari, kakor ni narekla postaviti. Ne. Kar pa opažam, veš, ko si zdaj omenila parkrat roke, ne. Roke so največji problem ljudi pri ukvarjanju z javnim nastopanjem. Kam ne dam te roke? Ne? Zdaj vidva bi z področja AEQ-ja zihar mi znala tle kaj povedati. Ne znajo jih uporabljati. Tako, kot sem rekel, od vratu dol ni moje sploh roke. Ne smejo. Ne smejo? Ali pa ne morajo. Okay. Mislim, z vidika nastopanja je to, ne. Takrat si opažen, si viden, si pod pritiskom, ne. Lahko si tudi napaden, pa se moraš postaviti zase, ali pa lahko imaš ti občutek, da te publika recimo napade, čeprav te ne, ampak imaš ti vse tega črnega volka, ne. In seveda takrat pol se aktivira simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema, ne, kar pomeni, da se dvigne mišična napetost,
pospeši dihanje, dvigne srčni utrip in s tem ustvarimo višjo potencialno energijo v telesu, ki je potrebna za boj ali beg. Da imaš pa tremo lahko gledamo z vidika kot način, kako se boriš proti javnem nastopu, da ne nastopaš ali pa da bežiš od javnega nastopanja. Ampak v obeh primerih ne dobiš kvalitetno, učinkovito, avtentično, ki je sploh ne spontano komunikacijo, ker enostavno za spontano, avtentično komunikacijo moraš biti bolj kot ne sproščen, ne? Sproščen pa biti za vidika. Ja, šobro se z življenjem lahko kar naučiš, da greš tudi s trema gor, pa padeš na hitro. Ja. Sem to je zdaj spet, tukaj ustvarjaš senzorno-motorno amnezijo, ne? Zdaj govorim, če nastopaš brez tega, ne? Okay. Čakaj, ja. Kdo mi je zdaj razložil? Veliko smo se o tem pogovarjali, veš, zato veliko na poti sem rekla, s tem ustvarjaš sama. Kaj že to pomeni? Zdaj to govorim iz zajku vidika, ne? No in zdaj, ko imaš tak previsoko potencialno energijo, ki je višja od tiste, ki jo dejansko bi potreboval, da bi speljal vpliv na okolico, moraš pa z viškom te energije nekaj narediti. Tukaj je pa prvi zakon termodinamike, ne? Da energija se ne more izničiti, lahko se spremeni v drugo obliko in pol del te energije spremeniš v rdečico, del te energije spremeniš v potenje, del te energije spremeniš v tresenje noge, ampak ključno pa je, da boj ali beg običajno zahteva delo rok. Ne? Ali nekoga odrineš od sebe, če hočeš pobegati, ali se oprijemaš okrog česa, da lahko pobegneš, ali pa boj je pa, da boš z rokam na agresiv način deloval. Ne? In zdaj v takem primeru potem nočeš z rokam pokazati, da se boriš ali bežiš od nastopa in pa jih odrežeš. In pa greš v senzorno motorno amnezijo. To je motorna amnezija. In roke pa so... Pol bi pričakoval bi, da bojo potem roke to kazale, veš, neko energijo. Ne smejo. To je čisto gre v neko... In je težava, ker ljudje doskrat, tudi kaj jim rečeš, ne, roke ne štimajo, pa kaj iščeš. Prva stvar je ne jim dati svoje pozicije, ker ne želijo delati kalupov. To je ena stvar, ki jo zelo zagovarjava, iščeva govorca znotraj sebe. Tako da vedno ljudem rečejo, veš, daj poglej, kje, kako, roke, išči. In ne najdejo. Doskrat sploh ne najdejo, ne? No, tukaj je, pravi, ko jo gledamo na to kot strah pred odzivom. Zdaj, če ti govoriš, je to akcija. In če ti aktiviraš akcijo, se sproži zakon o delovanju zakona o vzajemnem učinku in pridobiš reakcijo. Zdaj, če te reakcije nerealno, recimo v tem primeru strah, ne, potem pretirano odreagiraš na možnost negativne reakcije ali pa pozitivne. Recimo, ko delam z vrhunskimi športniki, veliko se pokaže, da je en glavnih ovir pred konsistentnim zmagovanjem strah pred posledicami konsistentnega zmagovanja, ker pa so veliko bolj v javnem, recimo v soju žarometov. In pa točno vidiš, ko analiziraš, da je tik pred koncem del njega, tako kot recimo vidite, da mu telo odpove, pa ne more tako dobro javno nastopati, pri njem telo odpove, pa ne more doseči najboljšega možnega rezultata. Recimo ta problem je sploh pogost pri športnikih, ki pridejo ali pa me kontaktirajo, pa rečejo, na treningih sem vrhunski, ker treba pa na tekmi ali pa na dirki pa odpovem. In pa trenerju ni jasno, koliko hudiča na treningu si imaš čase take pa take, ko te pa na stadionu ali pa pač kjerkoli že tekmuje, so pa tvoji rezultati z 10-20% ali pa kakor pač koji že slabši, je skoraj vedno razlog v tem strahu ali pa odporu, v tej notranji nepomembnosti ali pa spregledanosti, ki je ponovadi sploh pri športnikih en glavnih motivov, da sploh postanejo vrhunski športniki, da bojo nekdo v otroštvu, iz otroštva naprej. Ja, in pa oni, ko z svojimi rezultati, ki si jih zavestno seveda zelo želijo, postanejo ne samo tiste,
kako jim že rečejo, no, te zvezde za repetice, ne, ta muha enodnevnica ali pa tista velikonočna zvezda ali božična zvezda, ne vem, točno je naziv je. V glavnem, da njihov uspeh ni samo, da jim je ratal biti najboljši, ne, ampak da pol ostanejo najboljši. Ne. Kar je pa večji izziv. Ja, ker pa dlje časa, ko si najboljši, sploh recimo v Sloveniji, je to velik problem, ker pol ljudje na športni uspeh pretirano odreagirajo in pol tega športnika iz neznanega povzdignejo v status boga v lahko parih mesecih, ne, in je pol pritisk na tega športnika, da se pojavi, da pove, da posname reklamo, tak, da pol telo reče, pozab, ne, in rešitev, enostavna rešitev, da nimaš teh težav z javnim nastopanjem, da nisi konsistenten pri rezultatih. In pol enkrat je ful dober, pa spet ni, pa ga pa namir pustijo, ne. Tako da tukaj je ta odziv avtonomnega živčnega sistema oziroma te strahu pred odzivom, tudi pozitivnim strani okolja, tisti, ki pol v njih ustvari pretirano potencialno energijo in morajo pol, seveda je pa pol verjetnost, da se bo del te energije spremenil v tremo, ne, ki je boj ali beg od rezultata tvojega nastopa, ne, čisto logičen. To se pa vidi tudi v pretiranem premikanju na odru, veš, ko časih kdo... Namir, ne. Ja. Pa ko mu poskušaš ozavestiti gibanje ali pa osmisliti gibanje, zdaj, kdaj se prestaviti, kdaj se ustaviti, kako, je čisto drugače, ker takrat se nekontrolirano premikajo, tako že rečem je. Ja, imaš pa še druga skrajnost, da pa jih popolnoma paralizira. Ja, to je pa panika že pol, ne? To je pa freeze response. Govori dobro, pa izrazi, ampak je pa čist primer, kot da bo lihkar korenine pognal. Še na eno stvar sem se spomnila. Pa neha nastopati, začne pa govoriti. Ja. Konc tipke, pa rečeva, ne, no, zdaj pa to, kar zdaj vidim, prenesi v nastop. Ali pa vsaj malo tega. Ja, ni isto, ne. Rata, pa kar ratuje. Jaz rečem, kje je kakor kje si zdaj, tak. Na to stvar sem se še spomnila, zdaj, ko si to razlagal. Zelo velikokrat se opazi tudi, da oseba, ko začne nastopati, govori s popolnoma drugačnim glasom. Da začne piskati, gre višje v barvi glasu, ali pa da enostavno ne more kontrolirati ritma in melodije. Bi lahko rekli, da je to tudi s tem povezano? Ja, to je notranji tlak, ne. In zdaj, če takem rečeš, ne delaj to, ne, je tako, ko bi recimo, ne vem, motor, ki se že tako pregreva, še bzdeko pokril, ne. In pa prekuri se, ne. Ker kaj se pa zgodi, je pa, da močnejši, ko je, tudi recimo tukaj sploh izviden pri ženskah ta problem, ker imajo drugačen živčen sistem, ne. In ko pri ženski, ko gre v višji stres ali pa v višjo simpatičnost delovanja, se zmanjša vpliv zavesti na njeno vedenje. Pri moškem pa ne. Kaj se pa pri moškem zgodi, je, da bolj ko mu simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema vpliva na njegove možgane, boljši je v kratkoročnih rešitvah, pa slabši v dolgoročnih. In zato pol, če moškega stisneš s nekim rokom ali pa ga postaviš v situacijo, vržeš v vodo, zdaj pa plavi, ne, se bo spomnil rešitve, ki pa nikakor ni dobra dolgoročno, je pa lahko super kratkoročno, ne. In tukaj je pa dostikrat problem, da se takrat, ko mu gre za nohte, ne, se spomne določene rešitve in pol to rešitev jemlje kot dokončno in jo pol skozi uporablja, čeprav dolgoročno pa pol vedno manj učinkovita, ne. Ženski živčni sistem pa zavest odklopi in pol ženska deluje iz podzavesti. In takrat je recimo fajn, če zna tekst na pamet, ker lahko... To so najvišji. To so zanke, ne. Ja, seveda so, ne. Sam drugače pa niti ne more, ne. Lahko. Mislim, iz tega vidika, če tako gledaš, ne. Če seveda se zato pa prehajajo na treninge, ne, in na javno nastopanje, veš, javni nastop je veščina. Ti moraš to vadati, tako kot je Nina prej rekla, najprej temelje postavlja. Zato, da sploh nekdo ve, sploh kdo ve, kaj s telesom, kaj s glasom, kako sporočilo. In da potem lahko to preoblikuje. Ker tako spaka si jo imela ti zadnjič, meni je hudo za njih, veš, kakva presija je to. Ona je vložila v nastop 5krat več napora, kot bi bilo potrebno. In pa prijemo še do ene stvari in to je neučinkovitost, ne.
In zdaj, če ona vloži 5x več energije, potem je v tem neučinkovita in bolj kot je nekaj neučinkovito, bolj se ti to upira. Ja, seveda. In pa seveda vedno težje javno nastopaš in pa zasovražiš javno nastopanje in pa ko mi čakaš, da se ga znebiš. In pa spet pride tisto, ko si rekla, ne, ali se bo zaletel v drevo ali se ne boš. Ne. In pa se ti točno to zgodi, da ti pa ne pokličejo več ali pa ti sicer na 3. stopni bi rače javno nastopal, ker imaš mogoče ambicije pa tako, ampak pa tvoja druga stopna pa ne delaj to in pa seveda zgubiš recimo določeno funkcijo ali pa te ne pokličejo več, pa ne razumeš, zakaj ne, sem bil v redu, ne. Ampak v bistvu si noto sebi vedno bolj želel, da te ne bi poklicali, ker si neučinkovit v tem. Ne. Kot slišva midve, jaz ne maram nastopati. Ja. Jaz pa pol velikrat rečem, lej, javno nastopanje je kot hoja v hrib, rabiš kondicijo. Ja, se je, ja. Pa spremeniš razmišljanje, ker če boš ti šel v hrib, pa daš tega maral, boš trpel. No, ampak enako Telo je, rabiš, če hočeš v hrib. Seveda, ne, ampak enako je, veš, nekdo rad hodi v hrib, nekdo pa ne mara. In enako je pri javnem nastopanju. Nekdo ima rad, nekdo pa ne. Zdaj pa, če si ti rečeš, ok, pa se bom potrudil, pa bom enkrat na teden šel v hrib ali pa enkrat na 14 dni, zato ker želim, recimo, zdaj bo Aleš me krego, ne, ojačati svoje noge. Zakaj bi te krego? Če se kaj. No, recimo, v takem primeru, ne, potem seveda dobiš kondicijo, če ti vsak teden hodiš. In enako je pri javnem nastopanju, večkrat kot nastopaš, boljšo imaš veščino, raje tudi začneš nastopati, tako kot ko imaš več kondicije, raje hodiš v hrib. Pa pripeljati vidik, kaj ti pa dobrega da greš v hrib. Ja. In pa iskati to, ne. Pa sej, v bistvu, jaz mislim, da je najprej treba razbliniti pa pri nekom spremeniti razmišljanje, ne maram nastopati, ker to, kar bo imel miselnost, ne maram nastopati, bo težko. Lahko se izboljšaš v tehnikah, lahko marsikaj narediš, ampak ti bo vedno muka, ker v bistvu, kaj mi jaz skozi govori ljudem? Vej se fajn, živi. Ja, rečeš že, ne. Vse se imaš fajn, ko se ti stvari počasi postavijo po svoje. In se spomniš se ene punčke, ki si jo ti imela pa na hipnozi, ki je bila 10 ali 12 ali koliko stara, zaradi treme je prišla. In pol te je klicala in je rekla, Nina, uživala sem. Ja, točno. Se spomniš? Lej, to, ki jo je pripeljala, pa z otroki je pa sploh mir ne delala z otroki, ampak to je bila tvoja, ne? Ja, 14 let dalje delam, ja. 14 naprej. Ja. In tak uspeh, ne, da je klicala iz tega, da je, kaj je imela ful strah. Ne spomnim se zdaj točno, kaj je bilo, ampak vem, da je imela tudi eno negativno izkušnjo in da jo je bilo najtežje to, da jo bodo ljudje gledali in da bo tam v središču pozornosti. In pol je uspel. Tukaj pa ni na pol pomagali, da jim takole še, veš. Jo, to je ko super. prideš do enih takih, ker samo s tehniko ne moš. Do nekje. Ja, do nekje Pa se pa pripelješ. ustavi. Ja, pa se bo vse vedno Pa tako. se bo ostavljeno. Tehnika ni vse, ne. Ja. Okay, da zaključimo današnji podcast. Se upam, da te še kdaj hoteli prideti, da bomo še kakšno rekli, ker vprašanj še milijon. Ampak vem pa tudi, da ni dobro, da so podcasti predolgi, ker pa to je lažje mučenje gledalcev, pa to nočemo. Bi še Nino vprašal za eno zaključno misel ali pa če kaj takega misliš, da je manjkalo danes zapovedati, da to vse skupaj, kar smo pa zaokrožimo v eno uporabno celoto. Ja, jaz bi rekla, da je pomembno za vse poslušalce, ali pa če bolj namenjamo pozornost ženskam danes pri nastopanju, da enostavno si dovolijo stopati iz cone udobja, pa si upati se izpostaviti, pa pridati tudi na kakšen trening, pa dati določene veščine čez, ker sama tudi vidim vpliv, da ko delaš na sebi, ko osebnostno rasteš, pa bodi si je to na zavestni ali pa na podzavestni ravni, vplivaš na celo svoje življenje. In če imaš nekje izziv, težavo, celo problem, zakaj se ga ne bi lotil, če se pa da pomagati. Hvala ti. Anja? Ma je tako dobro povedala. Ti si siguren še malo boljš. Ne.
drugače, če že ne, boljš pa ne. Moram Malo pikano. Sem prav čutila, ja, da si jo imaš pikno. Ne, veš kaj, sem da hotela dobim povedati, najboljši iz nje vedno. da veš kaj, v vsakem trenutku poskušam dati svoj maksimum, če je to najboljš, pa ni nujno, da je. Ne. Moja misel bi bila to, da ženske začnejo zaveščati ženskost in da to pripeljejo na oder, da so pristne, pa da se imajo fajn. Tistih nekaj tehnik tle lahko seveda pomagajo, predvsem pa, veš, da se razblinijo vsi ti dvomi, da se naučiš sprejemati to, kar se dogaja v telesu, ker to je pač navaden proces in da se samo vprašaš, mogoče po teh 4 kajih, ki ni rekla, predvsem pa, kaj hočem, kaj želim dati in da preusmerijo pozornosti sebe na tiste, komur to govorijo in se imajo pri tem fajn. Ja, vidiš. Hvala tebi. Kaj to vidiš? Frčka me vidi. Da je drug let se vidi. Kaj pa jaz povedal, je pa to, da če pogledamo svet danes, vidimo, da ne akutno, ampak kronično manjka ženskega vpliva, da kronično manjka ženskega govora, ženskega razmišljanja in ženske funkcije, kar pomeni umirjati in združevati, ker vidimo, da dejansko smo vsi vznemirjeni, pa po svetu, če pogledamo, kaj se dogaja, je tega še več, da je ta moški vpliv in moški govor, ki ga moški že tako imamo, pa zdaj vedno bolj, pa vedno manj je žensk, že dolg časa, ki bi znale s tem, kar povejo, pa kako nastopajo, združevati, pa umirjati, pa pelati k dolgoročnemu razmisleku, kaj se bo zgodilo, če bomo tako delovali še naprej naslednje tedne, mesece ali pa leta. In tudi zaradi tega v Prajku in tudi v podcastih logično poudarjam, da ni isto, če ženska komunicira, pa če moški komunicira, in da tudi ne sme biti isto, ker pa je vse isto. Ja. In če je vse isto, pa zmanjka razlik, zmanjka kontrastov in zmanjka nasprotji. Vemo pa, da je nekaj stabilno le, če so nasprotja med sabo uravnotežena. Tudi bel volk, če zgine vpliv črnega volka, bo bel volk postal vedno bolj črn. Če pa je sam črn volk, pol pa seveda bo prišel spet do tega, da bo mogel biti vedno več belga tudi v tem črnem volku in je fajn, ali pa je uporabno, če znamo uravnotežiti enega in drugega, zdaj pa seveda ni dosti samozavest, mora biti zraven tudi telo in seveda noter med telesom pa med zavestjo tudi podzavest in možnost ter znanje, da to, kar imamo v sebi, da lahko spreminjamo, in ravno to je tudi namen AIQ-ja, da z znanjem zmanjšujemo strah in povečamo sposobnost, da poskrbimo za tisto, česar nas je bilo prej. Strah in tudi nastopanje je eno od teh stvari, ker je zelo veliko ljudi, zelo tega strah. In če se spomnim svojega prvega Q&A, ki sem ga posnel lani januarja, se ga imate tudi na AIQ kanalu, pa si ga lahko pogledate. Pa če bi takrat nekdo rekel, da bi imel vajo 2 tako v studiu, ker tebe sem gledal v nedeljskih popoldnevih, mi je bilo ful dobro. Čuo smo šli na živce, ki si Bizovičarja tako sekirala. Okay. Oni mene sekiral. Tam je zgleda drugače, men. To je bilo takrat, ne. To je z moškega vidika. Ja, sej, jaz govorim iz mene osebno. Yeah. In če mi kdo rekel, da bom imel čez slabi 2 leti vaja tukaj, pa da ne bom zlezel pod mizo, pa da se bom lahko z obema normalno pogovarjal, saj upam, da sem se, boste vedeli, pa povedali. Bi rekel, ma dej. Ne. Ampak, torej, očitno se da, ne. In tudi se to, kar AIQ metode je namenjeno glih tem, da tega črnega volka in belega rihtamo, da sobivata, da dobimo ta recimo yin-yang, ker pa v bistvu dobimo to aequitas, ker samo AIQ pomeni ravnovesje tudi med njima in je pa življenje tako za nas, kot za tiste, ki so od nas odvisni, vedno lažje in boljše.
Tako da upam, da sem vaju dosegel z zaključno mislijo, pa gledalce tudi, in da se še kdaj vidimo. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.